Najhujš mi, ko nekdo reče, se ne boš z rojstnim popot še naprej tako, kako si. Oh my god, ne. Ivjana Banič. Vsakmu dovoliš, da je, kar želi biti. Do trenutka, ko je ta bullshit na tebi in tebe bodi si fizično ogroža, tako škodi. Tako. Kaj enkrat ti odkriješ, koliko je mir pomemben v tvojem življenju, a ne pol... Z leti še toliko bolj vidim jaz. In poga iščeš, a? Vse sem šla brati, vsega sem se lotevala, zaradi tega, da sem sebe naredila polno. Ful je pomemben, da se lotevaš teh stvari takrat, kad ti je dobro. Ko si slabo, takrat več ne veš, česa bi si oprijel. Večkrat moramo prevzeti odgovornost za to, kako pa mi mislimo, a ne? Ni šef kriv, da ti nisi dobila povišice, a si ga šla sploh vprašati. In če si ga vprašala in ti je rekel ne, kaj pol? Ampak jaz ne morem te službe pustiti, ne? Jaz vedno sinu rečem, ne, pogumni jokajo. In zakaj sam lahke stvari iskati? Ja. Ko se nam nekaj slabega zgodi, je ponovadi vprašanje, zakaj se glih to meni dogaja. Kaj pa rečemo, ko smo happy, ko nam je dober? Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Ti si itak vešča, ne? Jaz sem pol zvedel šele, ker sem te že povabil, da si ti narad. Ja, dolg, svinsko dolg. Tako da bomo. A ste vi ready, fantje? Imaš ti timer naštiman za Krasa? No, daj. Krasko veš geslo, ne? Ok, Če in ne, samo pa prav. tisto brez interneta, fuzbal dovolim prav? Ne gledamo reklam prav? Ama daj moraš gledati zdaj, kaj bo. Ja, se. Za danes imaš neko posebno vlogo in to je... Čak sem, ne vem, če imam jaz razmazano okrog oči, ker... Ja, se pravim, kaj en trensi. Se vseeno. Zakaj si tako govoriš? Ne, zaradi tega, ker se ne počutim dobro z make-upom. Zakaj si pa prišla z make-upom? Dobro vprašanje, zaradi tega, ker sem požrla toliko sladkarij, da imam ful mozolov. Tako da, lej. To so babje težave. Glede na to, da imaš dve ženski doma, you learn our shit pretty fast. Veš kva, jaz tudi Ani govorim. Meni je ona tako všeč brez make-upa. Moj mož isto. Vsakič, ko se nekaj naflaj, sem reče, mislim, lepa si tako ali pa drugače, ampak je rekel, you don't need this shit. Točno to. In res, starejši, ki si, ženske, ko uporabljamo make-up, starejši, ki smo, starejši pa zgledamo z make-upom v resnici. Ja. Tako fuzami, koliko si rekel, da si staroprosti? Nisem povedal. Nisi povedal, Rekel koliko pa sem, da si? moraš ogant. Ne vem, 30. Hvala. 30 si? Ja, malo več, ampak. Mal več. Ok. 33 bom letos. Od Jezusova leta. Ja. Ja. Se No. pozna. Verjamem, jaz sem imela tudi otroka, torej če je bila 8, pa sem pri 33. Prvega. Krasa, aj prv. Ne, Vila je prva. Aha. Vila je 8 let starja in je zdaj na izletu in za tega malo gledam telefon. Ja, ni pa. Pol enih pride neki tazga, ne, Kras je pa drugi, je pa 6. Tako da se kar pozna, ali jih imaš pri 33, ali jih imaš pri 25, tako vsaj za žensko, no. Ne vem, verjetno tudi za moškega, ampak roditi je drugačno. Ne, da imam izkušnjo, ampak mislim, da je drugačno. Ja, moja mlajša, Ana je mlajša, se pravi pri 28 imela. Super, krasen, tako Ja. kot moja mami mene. Ja. Ful je, ne vem, vidiš, a veš, tako žuranje se ti pozna, ne, če si 22 ali pa če si 30 ali pa če si 40, tako res, mislim, dva kozarca znajo, kar nareš štalo. Prej smo pa, jaz sem hodila na Neretvo kajta, to smo 21 dni v kosu. Je bilo sranje, a ne. Ja. In tako jaz sem pa čisto v redu. Tako vsak dan čisto cool, tako sem doštukal si, a veš, ne. Ja, ne, realno, res. Zdole pa tako 2 kozarca vina in tako rečemo, ok, it's enough, ker vem, da bo cel naslednji dan šel shit. Ja, ne, pa ne še to, še kakšni čiki zraven ali pa kaj. Sem kadila zelo dolgo. A veš, Jaz nisem kadila, sem jih jedla, starimo, kar na solato. Tako zjutraj se zbuditi, tako pržgati, tako škatla pa pol na dan, ko ni bilo žura. Mislim, da nisem odvisna, ampak vidim, da se mi je dan v resnici okrog cigaretov vrtel, no. Pizdarja.
Tako, veš, ne, zdaj bo sestanko, kdaj bom lahko šla ven na enega, pa kaj v koncu, pa imamo dajo, čakaj, da imam 3 ure, ok, koliko je dolg, ta komad je 3 minute 46, ta komad je 2 minuti 56, dovolj imam za en, veš, tako. Vse, kar je bila šansa. Ja. Na letalo grem zdaj za 10 ur, ne, dajmo se v tisti booth notro zaprt, ali kamorkoli že, no pa z zanositvijo sem nehala kaditi in sem rekla, Sanda, jaz to odraj, tam jaz bom spet, ne. Nisi začela pa nazaj? Kdaj si nehala? Torej, 9 let nazaj, ko sem zanosila zvilo, ja. Pa... Tako, veš, smo bili v Parizu in pa veš, one Parižanke, one ne pijejo vina na pecalček, one preme tisti vin, tako romantično kadijo, tako in mi je tako dobro in tam sedimo in zvečer in gledaš in opazuješ in tako te prime, da bi ti ščik in sem bila s frendico, ki kadi, ampak ti povem, da če bi ga pržgala, me bi migrena naslednji dan, glavobol, pa mi ni vredno, res. Pa tako tudi zaradi otrok, mi se skozi ljubčkamo, skozi stiskamo, skozi so pomen, namen, ne vem, da bi jim tam smrdala po čikih, ne vem, jaz se ne počutam dobro. Pismo, ja, drugače, ti si še una generacija, ne, se pravi, rekla si, da si kaj, 41? Ja, ko se je kadil skozi pa povsod. Pa povsod, ne, kaj jaz tudi mislim, jaz se spomnim še, moji starši isto. Pa, jaz se ne predstavljam zdaj, da bi v kafičih kadil, ali pa priješ doktorju, to v Bosni se še vedno dogaja, Srbija, priješ zdravniku, ajde štaje, kadi tudi na Hrvaškem, ki je bolj južno, tako Dalmacija in to, ker po mamini strani so moji Dalmatinci, tako da tam zna biti še zelo na izi. Ne moti me, če kdo kadi, ful mi je všeč, da je čik, da ni tista neka električna, ne vem kaj, ti smije whatever. Tako, kul mi je, da je čik, recimo. In me ne moče nekdo kadi, ne bom težila, da mi smrdi ali pa karkoli, it's fine. Vem pa, da tako, ko bom prišla domov, to bom ful vohala in tako moj mož je mene spoznal še, ko sem kadila, pa sam je recimo ne kadilcna. Kje sta se spoznala? V kafiču? Kje? Vse naju je kajtarija povezala, oba kajtava. Tako da preko kajtarije, jaz sem šla pa bolj v surf, njemu surf nekako ne potegne, ker je zanj ga to malo premalo akcije. Meni je pa kajtarija premalo akcije v smislu, jaz ne delam takih jumpov kot on, skočen sem pa tja, on se res tam vrti in vsega boga zganja. Surf mi je pa res dal tisto, kar sem vse v teh psiholoških knjigah, ki jih ful rada berem, pa tako neke analize, pa filozofija, pa to, se mi zdi, da sem res v surfanju najdla tako prav cel point life. Res ful je dober, ker dejansko je 70% čakanja, pedlanja, nič se ne zgodi, you go against the stream, straglaš, grindaš, vse te boli, sploh ko si začetnika, ne. In pa ostalih 30% je po možnosti 20% zajebanih valov, a ne, ali pa missed chances, in nekih 10% dejansko neke fure, ne. Tako da nič od nič v resnici, ne, ampak tisti 10%, ki pa je pa ekstaza, no. Je pa wow, jaz sem že pri kajtanju jokala zelo veliko, pri surfanju pa tudi, tako veš, v sončni zahod, po sončni vzhod tam ga furaš, you and nature, you against the nature, tako ful dobro, no. Res, ne vem, všeč mi je ekipa, ki to počne, vedno se najde kje kakšen bedak, ampak načeloma so to zelo sproščeni ljudje, zelo open-minded ljudje, zelo pozitivni ljudje, zelo so navajeni zaradi tega, ker ti overcoming težave, a ne, v naravi, vse isto verjetno pri plezanju in tako naprej, sem zelo malo plezala, tako da ne morem govoriti za ta šport, ampak nasplošno se mi zdi, da šport te nauči premagovati neke ovire, težave, you eat them for fucking breakfast. Ja. Tako lažje morda kot nekdo, ki... Sprejemati tudi, da bo težko, a ne? Da je to del pač. Da je to del igre, ne? Mene moj inštruktor za kajtanje skozi govoril, to je del igre, to je del igre, to je igra, to ni zdaj... Ti hočeš užitek, ti hočeš, ne, tako, to je igra, se vidiš tudi Dončića, on se mi zdi, da se kar igra, ne, na tistem igrišču, da igra... On je tako fantak tam, ki je živel že, a veš, tako on je pač pred blokom s temi svojimi frendi in on se igra, ne. Tako se mi zdi, da tudi ko sam sebe jemlje resno, da tudi mu ni pol dober dost v lifeu, no. Da treba tako malo sam sebe ne jemati
preresno. No. Ja, ampak itak mi vidimo samo to, kar vidimo. Tako, zdaj pa kakšna je pa cela slika. Jo, se vedno lupino in tisto, kar ti v resnici človek hoče pokazati. A pa tako, kot si sam rekel, tisto, kar hočeš videti in tisto, kar hočemo slišati. Daj me pel, ne bom ti pustil, da grejo prehit naprej. Daj me pel na ta dan, ko sta se spoznala z možem. Družino ima to ustvarjeno, a veš, veliko ljudi te spremlja lik zaradi družine. In jaz tudi sam vidim zdaj, ko ustvarjam družino, ko sem ustvaril družino, koliko ljudi pač tako gleda na nas kot celoto, ampak da do te celote priješ, sta brate prvo sam dva človeka, ki sta si mogoče različna, pa me zanima dan, ko sta se spoznala, a si že takrat vedela? Ja, takoj, oba sva rekla, to je to. Tako prav sem pogledala človeka in sem rekla, jaz bi se z njim kar poročila. Res. Tako pa nikoli od poroke razmišljala, nikoli nisem sanjala o teh zadevah, nikoli nimam teh nekih planov v smislu, zdaj pa ne vem, do tega leta to, do tega leta. Zelo grem bolj with the flow, oziroma to, kar mi pač life prinese, pa se pa okrog tega pač pohecamo, ampak ko sem rekla, jaz bi se z njim kar poročila, tudi on je pa sam rekel, da mu je takoj neki, ampak zanimivo besede ni spregovoril, bili smo 4 v resnici na pijači, no. In on ni prišel do besede, on se sem smečko, tanka je 6 let star porček, tako da nisem vedela, ko se piše, nisem vedela, komu je ime čisto dobro, je to res, wow. Pa takrat sem pa samska zelo dolg časa, kar mi je zelo pasalo, ker sem imela 2 zelo dolgi vezi, eno 7 let, High School Sweethearts, in potem takoj druga, 3 leta, 4, tako, obe na začetku zelo krasne, potem zelo zoprne, tako da sem pa rekla, jaz rabam čas za sebe, samo zato, da gotovim, kdo v resnici sem. Ljudje smo zelo zinfluencani, pa se mogoče tega toliko ne zavedamo, ampak strani prijateljev, strani staršev, strani okolice, strani seveda tudi Hollywooda, da tako rečemo, Pardon. Tako da, kar malo ne veš, kdo si sploh, ljudje, ki jim zaupaš, to naj bi bili tvoji starši, tvoji prijatelji, tvoj partner, ne nazadnje, imajo neki influence na tebe. Jaz sem imela prvič glasbenika in tako, a meni ta muzika v resnici sploh všeč. To, kar so oni špila, pa to, kar on poslušal. Midva sva skupaj začela ta new metal poslušati. Meni to sploh paše, to razbijanje. Pa sem ugotovila, da ja, ne, da mi je to res favorite žanr, ampak, pardon, tako rabaš čas, da te neke svoje notranje želje slišiš. Se sploh ne veš, kje so v resnici, ker jaz sem začela pri 15 s tistim prvim fantom, 16, 15. Ja, tako da, in pa si 7 let z nekom in tako, kdo sem, kaj sem. Vmes sem jaz ugotavljala, da hočem potvati in tako naprej, on ni bil glih najbolj zato, ker veš, koliko strun jaz dobim za ta denar, a pa veš, kako kitaro si jaz kupam za to letalsko karto. Tako da, ja, pa se mi zdi, da nekje kasneje si malo, ko sem bila spet polna sebe in sem vedela, kaj ja, kaj ne, kaj si želim od partnerja, kaj ne, in ga sploh nisem iskala, tako da to je bilo zelo tako neplanirano, da tako rečem, ampak ja, takoj, ko sem ga zagledala in on meni pomeni cel svet. Ja, mi smo družina, ampak prvo sva midva, to ful se drživa tega, ali pa nisva niti tako planirala, ampak res se mi zdi, da sva ena taka super celica, ker način, na katerega midva živiva, bi zelo težko, če ne bi tako dobro funkcionirala, pa če ne bi bilo tako popustljiv, ali pa, ne vem, manj konflikten, ali pa manj vatren, kot sem jaz, da bom tako rekla, je dosti kontra, kar se mene tiče. Balance, ne? Verjetno, ja, zelo, mi daje tisto, kar jaz nimam, mi daje on in mi kaže in se od njega učim in verjetno obratno. Zrasla sva čisto v drugačnih in različnih pogojih, na čisto različnem koncu Slovenije, v različnih okoliščinah, z različnimi izkušnjami in se mi zdi, da te to tudi oblikuje, Daj me pel malo v otroštvo tvoje. Odvisno, na kjer dan me dobiš. Enkrat bom razlagala, da je bilo vse tako travmatično, a ne? A veš, tako, kurc pa ne, pa so me zajemali, da je ta stari. V resnici moram reči, da sem se imela v otroštvu zelo lepo. Moja mama je za to zelo dobro poskrbela, kot mama samohranilka. Imam še enega brata. Jaz sem vesela, da je bila ona samohranilka, oziroma da mojega biološkega očeta ni v sliki, toliko temno, tako da eni mislijo Boga, ne, I'm really happy.
Tako da ona je res poskrbela, da nismo imeli občutka, da bi nam karkoli manjkalo. Posod smo šli, ne bom rekla, da smo vse dobili, daleč od tega. Moja mama je subtilno nam pokazala, no, kaj so prioritete njene v življenju in ugotavljam, da so bile pravilne. Nikoli ni bilo nam do znamk, nikoli nam ni bilo do zunanje lupine. Vedno nam je bilo bolj do nekih izkušenj. Moja mama je ženska, ki bo drugo leto 70 in je polna zgodb. Tako ful me navduševala z vsemi stvarmi, ki jih je počela, način, na katere načine se je lotila življenja in vsega, kar življenje prinese, ker ni bilo vedno lepo. A mi daš lahko kakšen primer, kakšno zgodbo, ki mogoče? Kva, da se spomnim. Ne vem, vsi, recimo, jaz sem z Dolenjske, ne, z Novega mesta, prav iz centra in pri nas so zelo, recimo, zidanice popularne, ne. Vsak je imel kurva eno zidanice, pa treba imeti, ne. Je treba iti nekaj popit, ne, pa imeti vinograd, pa tako, ne. Če nismo imeli zidanice, smo imeli pa eno prikolo, ne, nekje na Krku ali pa kjerkoli. Mi nič od tega nismo imeli in smo imeli eno katrco, ne, medtem ko so drugi že furali neke boljše avtomobile, sploh, ker je tam Renault, Revoz, kakorkola, ne. In so pa imeli pač tiste boljše avtomobile in tako naprej. Mi smo vsem posod šli, meni nič ni manjkalo, ker je moja mama tako srčna in tako dobra in tako odprta in tako nezavisna, in vsak mu privošči stvari, ki njega osrečuje. A tebe osrečuje, da ti tlele čez celo piše neka firma. If that makes you happy, super, ti to me, jaz tega v lifeu ne bi nosila, razumeš, ne? Tako, ti pa mej, če tebe to osrečuje, go for it. Tako da je bila posod, tako she was welcomed at every table. Posod je bila zaželena. Tako da smo bili mi pol vsako poletje nekje, vsake počitnice nekje, vsako zimo nekje. Jaz prvič v življenju, da se nisem več kot 2 meseca pa pol premaknila, je bilo, ko smo živeli na Havajih 1,5 leta. In enako je veljalo za moža, tako da so bilo prav, oh my god, prvič v življenju, tako po 37, 38 letih, da sem nekje dlje kot 2 meseca pa pol, da nisem ne, v movingu. Pol, ne vem, smo imeli nasilje v šoli, recimo, ne, je bilo kar hudo, tako zelo hudo. In jaz sem se bolj bala mami povedati, ker sem imela, da bo bombo vrgla na šolo, kakor tistega dijaka oziroma učenca, učenca in kasneje dijakinjo na srednji šoli. Sem se bolj njej bala, ker sem imela, da bo naredila vse, da me zaščiti, ne. In sem se ful naučila, kako je treba res pri nekih stvareh res tako se zelo potruditi, pa zelo boriti, no, da bom tako rekla, ker nobody's coming to save you. In ni bilo moškega moj fotor je 2,20 metra, dokler je bil on pri hiši, ko se je on prikazal, to so se vsi usrali. Pa še respectful je bil, 2 doktorata, profesor, pisal poezijo, sliko, fotografiral, svojo temnico imel, umetnik, pa še akademik. Mislim, tako zaželjena roba, lep, visok, beograjčan, plave učke, črne lase, športnik, košarkaš, ni da ni, ne. Tako, takrat ni noben nič upal, ne, ampak pol, ko pa enkrat ostaneš z eno mami, ne, ki je pač sama ženska, pa misli pol vsak, sploh v jugi, ne, da se lahko te prvošči na različne načine. In moja mama me je zelo pokazala, no, da tako, bodi prijazen, vsak mu pusti, da živi po svoje in da je to, kar je, ker to, kar on misli in počne, misli, da je prav. Seveda postaviš meje ne na tvojo škodo, in to je to. In tako pometi tla z nekom, ki ti bo škodil. Kaj pa je z očetom? Mislim, a je... Ne, smo ločeni, sta ločena, bom tako rekla, ampak smo tudi ločeni. Torej, ločila sta se ona dva in tudi mi dva z bratom. Z očetom nima stike, sam je nekaj pač poskušal, ampak sem a priori proti kakršnim-koli stikom, ker ne verjamem, da je dober človek. Imam izkušnje, bom tako rekla, da bi bil dober človek, nimam teh izkušenj, z njim me je imel zelo rad, je zelo... tako bil ful, zaljubljen vame, ali kakorkoli bi se rekel, ampak očitno ne dovolj, da bi vedel, kaj je prav in kaj je narobe in kako se z otrokom in mamo tega otroka ravna, bom tako rekla. No. Tako da, in mi nič ne manjka, tudi to moram dodati. Ja, je prav, da ima otrok očeta in mamo, ampak ne za vsako ceno. Ja.
Kako pa si takrat se soočila s temi občutki, ki se ti verjetno se ti malo kaj svet podre? Jaz sem pa takrat stara 6 let, jaz ne vem, če tako, da bi res neki ful po notranju to, kar se je dogajalo. Mislim, opazuješ, vidiš, naučiš se, da ne, ni res. Mama me je naučila, njeno ravnanje v taki situaciji mi je naučilo take no bullshit. Again, vsakmu dovoliš, da je, kar želi biti. Do trenutka, ko je ta bullshit na tebi in tebe bodi si fizično ogroža, tako škodi. No, tako. Ja. A si kasneje kaj o tem, mislim, si kasneje to kaj ponotranjala? Ne, zdaj tako radi govorimo vsi o teh travmah. Ja, sigurno, mislim, da bi jaz zdaj ne zaupala moškemu, se bala, da bi me zapustil. Naš oče nas ni zapustil, to je bila odločitev, da ne, to je ful razlika. Tako jo, veš, oče zapustil, ne, nima zapustil. Ne, mi smo tako hoteli, da gre stran, ne, tako da to je razlika. Pa ne vem, da bi zdaj, ne, jaz mislim, da so potem moški kasneje, ko so prihajali v moje življenje, torej ta dva partnerja dolgoletna, ki sem jih imela, pustila večje, hujše neke posledice. Tako so mi bila neka šola, no, da rečem, da ne vem, ali je bil recimo posesivno, objesno, kakršenkoli že pridevnik, ljubosumen. A ne, recimo, to nima veze recimo z očetom, pa z mojim otroštvom, ne. Z mojim odraščanjem, ja, ampak ne, jaz sem tako krasnega moža, da tudi če bom drugače rekla, z mamo sem ga rasla, mogoče mi je mama večje travme pustila ali pa ne, sploh po ženski, če malo tako gremo, ne, v te psihologije, filozofije, nič ne vem v resnici o tem, to, kar preberem. Ampak se izkušnja tvoja, ja. Ne, tako, se mi zdi, da zdaj sem poslušala enega psihologa na Valu 202. Dobre, ti kar nadaljuje. Škva, a už malo klimo sam. Thanks. Ja, kaj vidim, da... Ne, jaz sem v redu, jaz sem ful v redu. Si good, drga? No, jaz sem v redu, hvala. Ne, super, Prost, ker sem te zmotil. Nič, ne, kul sem. Se mi zdi, da po ženski strani se pol neke zoprnije morda dedujejo ali prenašajo, ali ko se mi zdi, ne vem, da dosti so začele tudi te knjige pisati, no, kako odpustiti mami, kako ono, ne. Sploh moja je bilo v enem takem, nekaj zoprnem položaju, ampak v eni taki vlogi, kjer je mogla biti in moška in ženska stran naenkrat, ne. In prijetna in stroga in to in ono. Jaz možnosti zdaj malo mogoče razdeljiva, pa je malo bolj, ne. Tako, ne vem, se v resnici ne veva, kva delava. Ja, ampak očitno, a ne, glede na to, da oba čutita, da je to prav, da sta drug za drugega, da imata pač lepo družino, a ne. Ja, mi smo zelo velik skup, ne, mi smo 24 ur na dan skupaj, ko smo v tujini, sicer otroka gresta po vrtcih, oziroma odkar je krastar 5, gresta tudi po šolah, ker v tujini, tam, kjer smo bili, se šola začne pri 5 letih. Tako da jih damo, odvisno, koliko nam je šola simpatična, jih damo 2 do 3 na teden pač tja, da lahko še mi 2 kaj narediva, pa rešva. Pa tudi zaradi njih se mi zdi, da je to dobro, no. Da se preučita neke nove vse kulture, koliko imajo tukaj po vrtcih, ne vem, ali pa po šolah. Ja, na Havajih, kjer te še pol učijo, recimo, no, havajsko, ampak to smo se mi pol itak doma sami učili, pa ta hula den smo hčero hodile. In te Havaji so nas itak toliko noter potegnili, da dijo, tako da smo res hoteli dosti od te polinezijske kulture na splošno dosti stvari odnesti, tako kot smo živeli na francoski Polineziji, ker so pač tudi Polinezici in je zelo podobno, oziroma oni so Havajčane odkrili, a ne, v gluva doba noči, ne, s tistimi vaji oziroma deblaki, jih najdali in potem rekli, pridemo nazaj, ker vidimo, da nimate nič, bombarji jedni, ne. Tako da so pol, pazi, po zvezdah prišli nazaj, ne, na Tahiti in potem jih spet v gluva doba noči sred oceana najdel nazaj te Havajčane in jim pol pač to polinezijsko kulturo prinesli. Tako da mene te stvari zelo fascinirajo in se mi zdi, da bi se mogli malo več mogoče zavedati ancient history, ne samo te neke stvari, ki so v učbenikih, ampak jaz tako dostikrat razmišljam, zdaj sem ful v gobe padla, ne. In tako, koliko ljudi je moglo umrti, da so ugotovili, da je ta goba najprej užitna, a ne, ali pa pogojno užitna, in da ima recimo neke benefite, a ne.
pa se ne govorimo samo za gobe na splošno. Ne. Tako se mi zdi, da se sploh več malo ne sprašujemo, da nas sem zanima, kjer telefon je nov, ne. Pa ga kupimo, pa ga itak ne znamo vse feature poizkoristiti. Ja, sam jaz mislim, da kolektivno se prebujamo. Iz vidika tega, koliko nam je narava spet pomembna. Pa ja, se mi zdi, da se malo vračamo nazaj. Ja. Tisti, ki so malo bolj tako, ne vem, se sploh, kjerokoli besedo bi rekla, se mi zdi, prebujeni, ne morem reči prebujeni. Vsak gre v tisto smer, za katero sam misli, da je prava. Zdaj, nekateri se vračajo back to basics in se mi zdi prav. Ja. Meni osebno, ker se mi zdi, da smo malo kar, sploh ko živiš nekje, kjer je narava prvinskega pomena, torej govorimo o Havajih in govorimo o Polineziji in pa seveda tudi o Karibih, kjer oni tam nimajo nič. Jaz sem čakala 2-3 mesece tisto cedilo za špagete, da sem ga dobila, ne. Pa tako tam je pravilo, pač bilo tisto, kar vidiš v trgovini, kupi takoj, zaradi tega, ker potem tega več ne bo, a ne. In vprašanje, kdaj boš spet dobil, preden pride na ta konc, ker smo živeli na zelo majhnem otoku, zelo južno. Tako da tam ja, oni grejo ful z naravo, Otočani grejo na splošno z naravo, tudi po Hrvaškem, če jih pogledaš, ne, on pogleda v nebo, barba duje, točno ve, da ali ide nevrime ali ne ide nevrime, ne. Tako, mi v nekih večjih, na mainlandu, celina, tako v nekih mestih, kot so, bom zdaj rekla Pariz, Ljubljana, whatever, imamo manj tega stika mogoče, manj smo odvisni od tega, in mi je lepo, ko vidim, no, da nekdo se odloča malo vse z naravo, več sodelovati ali pa se iti bolj v naravo zdraviti, torej sprostiti v neko gozd ali pa karkoli. Ja, sej, mislim, tam je mira, ne, sej, kaj enkrat ti odkriješ, koliko je mir pomemben v tvojem življenju, a ne, pol... Z leti še toliko bolj vidim jaz. Ja, in pol ga iščeš, a ne. Ja. Jaz tudi recimo zdaj sem v fazi, kjer mi je narava, sam narava. Pa veš, imam tudi delo, kjer moram ustvarjati teda, ampak narava mi da pa nekaj tazga, ki mi nobena znamka karkoli ne bo dala, ne. In približno vem, kdaj se je začelo to v meni odpirati, pa je bila travmatična izkušnja, nekam je oče umrl, sem se začel malo prebujati, tako, ali ne vem, kako bi rekel, ne. Ker sem nekako spoznal, kaj life sploh je, tako iz vidika ni vse, a ne, tako pravljica, da tudi to se lahko zgodi in pač si soočen z enimi občutki, ki jih ne znaš pojasniti. Ne veš, kam poknjižati, ne? Ja. Od zunaj ti ne bo nič pomagala, Ja. noben ti ne bo, tako kot si rekla sama, prišel rešiti, da fucking face it, a ne. In takrat moraš pač biti sposoben sam s sabo sedeti pa sprejeti te občutke, ne. To sem kasneje pol začel odkrivati, študirati, kakorkoli, so mi pomagali pač ljudje. Super, A ne. super. In se mi zdi, da je to ena taka tematika, ki tudi ta podcast okoli nje veliko buildam, gradim z ljudmi, ki pridejo povedati svoje zgodbe, a ne. In kar naenkrat dejansko vidim, kaj mene veseli, in to je poslušati zgodbe pa biti z naravo, biti v miru, a ne. Medtem, če bi pogledal 10 let nazaj, kaj sem želel od življenja, je bilo pač čisto kontra, ne. In je prav tako, Ja. sej v resnici mi se spreminjamo in rastemo. Najhujše mi je, ko nekdo reče, se ne boš zrastel, pa bo še naprej tako, kako si. Oh my god, ne, to me jinxaš, please, ne želim videti, ne. Seveda, mi smo zdaj lani, predlani, več ne vem kdaj, 20. obletnico mature, pa se mi je zdelo, da smo vsi isti. Ampak v resnici nismo bili. Vsakmu se v teh 20 letih ogromno zgodilo. Mi smo se samo za tisto mizo dobili in se poiskali tam, kjer se poznamo. Z istimi forami, iste ljudi smo hecali, iz istega smo se norca delali, seveda na ljubeč način. Isti je zamudil, pa smo ga pol ne vem kaj, ne. Ne, ampak v resnici smo se samo poiskali. Ja. Ko smo šli narazen, smo bili tisto, kar smo danes. Ne? Saj to se spremeni in je prav, da ne vem, tako eni bežijo od bolečin ali pa od nekih stvari, ampak v resnici se mi zdi, da ni lepo, ko lahko čisto vse feelinge na tem svetu občutaš. Pomembno jih je pa znati pa handlati, ne. Ja. Rasko, se si lahko daš, veš. Ti mami zdaj dovolj. A je že? Ja, Timer, superski si. bravo. Love you. A všlo? Bo. A mu boš pomagal? Ja. Ja. Tako da, ja, sorry. Ne, ful dobro. Jaz mislim, da veliko se govori o teh negativnih občutkih, a ne? Pa rečemo temu jeza, strah, sram itd. Ampak v trenutku, Ful mi je všeč, da si omenil sram. Ja. In če poznaš Brené Brown,
Ok, bova pol, zelo jo priporočam. Ona recimo govori prva, mislim, da je celo v zgodovini, ki je delala research in analize glede sramu. Tako, sploh si nisem, jaz sem se, res me ni sram, meni je potegnil spodnji del hlač, ker sem se učila kajtati čist dol v pličaku in sem mogla vstati, da se rešim in tako kajt, ki je super mašina, ampak je hkrati nevarno, to je 12 kvadratnih metrov velikosti nečesa, ki je zelo močno, ker ga poganja veter. Una dila mi je šla po svoje, une kopalke po svoje, jaz moram ostati, da se rešim, in sem ostala, meni je sram, jaz mislim, jaz ne poznam sramu, No, pa poslušam Brené Brown, imam 6-urni njen govor njenega predavanja. Kaj v resnici počnemo iz sramu, bom povedala čisti primer tam, kjer živimo. So eni mulci ful nabijali neko musko, jaz odprta spalnico, ker so otroci spali in da bo svež luft. In zdaj najprej tako, bom šla dol, bom malo zarobantla, pa sem rekla, kaj se bo zgodilo, njim bo neroden. Da jih je tamle ena baba, ali pa pač kdorkoli, že na hrulu, in kaj bo njihov respons? Sram jih bo, sej oni bojo mislili, da so jezni, oziroma bojo takoj frajeri, ampak v resnici bo šlo pa za šejm. Jaz jih pošejmam in pa sem nekaj, ne bom jaz drugačno taktiko, Brené Brown bi rekel drugače, in pa sem prišla do njih, sem nekaj, fantje, sej ni panike, sem nekaj tako, ta cigomigo meni čisto všeč, sem nekaj, ampak imam pa gor otroke, ki spita, pa bi ful lepo prosila, a sem da stišate, a pa greste mečka naprej, bom ful hvaležna. Gospa, ni problema, Tako greš tu z respektom, da nekoga mu nekaj nares, Tako da shame oziroma sram je zelo, 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 zelo pomembna komponenta v teh naših feelingih, tako da sem ful happy, da si jih omenil. Ja, bolj sem iz tega vidika gledal, da si je tudi to treba pustiti čutiti, tako ne bežati, ne mislim, da je kaj narobe s tabo, če to čutiš. Ja. Pride sram pa na fakt, že se moramo makniti, ne smem pokazati itd. In ko začneš pač sam do sebe biti dovolj iskren, da tudi to čutiš, takrat se po moje začne zdravljenje. Medtem, dokler pa ti tega pač nimaš, ne bom rekel poguma, ampak zavedanja, da je to resnica in da je ta občutek resničen in da ne moreš od njega bežati z mislimi, ker bo sam še hujš oziroma bo prišel ven v drugi situaciji. Poleg začneš nekako handlati in se zavedaš, da so vsi občutki nekako enakovredni, da ni dobrih pa slabih in da je vse to del življenja. Zdaj pa sam iz vidika tega, kaj pa pač je res uno, kjer hočeš biti, je pa po moje mira, da si ti pomirjen sam sabo. No, meni je to ultimativna vrednota, ta notranji mir, res. Ja. Ki ga seveda potem iščeš tudi zunaj sebe, da imaš mir doma, da imaš mir v službi, da imaš mir, to je ful pomembno. In ga najdeš zato, ker ga najdeš v sebi. In pol si nekako življenje okoli tebe ni toliko pomembno, kot to življenje znotraj tebe, in ker se tega zavedaš in pač prevzameš kontrolo za to, kako se počutiš, si pol tudi lažje prilagodiš okolico, ker ne iščeš neke potrditve. Pa tudi odpadajo nekatere stvari. Čisto organsko, Ja, kar je fajn. Kar je boleče, ampak fajn. Ja, ker sva lih pri tej tematiki, super uvod. Bi se mal dotaknil kakšnega dela tvojega lajfa, kjer si začela tako mogoče dojemati to, kaj si, kdaj so ti te vrednote postale pomembne, to, o čemer se zdaj pogovarjava, notranji mir, ti kar o miru spi. A rabiš kaj džusa za to svojo vodko? Vodke smo včasih veliko spili, pa ne bi več, hvala, mama moja, tisti slemari, pa kaj vse še ne, pa cak, pa udar. Oprosti, me boš še enkrat, ker sem se koncentrirala na to, da bom povedala, da to ni alkohol, da je navadna voda. Voda je, heca sem se. Ni panike, drugače tudi, če bi bil alkohol. Kdaj sem se začela zavedati? Jaz nisem bila to neki full awake, pa neki ne vem kaj, pa prebojena, pa neki. Ne, I go along the way. Ko sem v redu, se tudi, ne vedno rečemo, ko se nam nekaj slabega zgodi, je ponovadi vprašanje, zakaj se glih to meni dogaja, sploh v najstniških letih, zakaj me glih pusto, zakaj glih meni noče, zakaj ni glih v meni zaljubljen. In kaj pa rečemo, ko smo happy, ko nam je dober? Kaj takrat rečeš? Rečeš, oh my god, zakaj se glih to meni dogaja? Pa bi se mogel vprašati.
Ne, kaj je to pripeljalo do tega, da je tebi zdaj dober? A je to zunanji bil dejavnik, ali si sam sebe do sem pripeljal, ali je to neka tvoja odločitev bila, ali je bil to pure luck, ali ne, kaj se je zgodilo? Se pa takrat nikoli ne vprašamo, imamo občutek, da nam pa to pripada. Ja, pripada nam, ampak nam pripadajo tudi tisti slabi občutki. Ne, zaradi tega, da lahko ti se nekaj iz tega naučiš, če se naučiš. Ne? Zdaj lahko gremo v zen, pa v budizem, pa neki, pa v karme, pa ne vem kaj še vse. Jaz verjamem v vse, pa v nič hkrati. In sem tudi veliko od tega brala. Vzamem tisto, v nekem danem trenutku vzamem tisto, kar mi v danem trenutku pride prav. In zaradi tega se mi zdi, jaz zase, sama zase pravim, da je prav, da vem o vsaki stvari, glih moj mož kliče, o vsaki stvari, da vem neki. Mocnček, jaz imam glih, sorči. Ja, ajdi. Čau, čau. Sorry. Ne morem se stvari imaš. Ja, ne morem se spomniti, kdo je rekel. Bolje vedeti o vsaki stvari, bolje vedeti o več stvareh nekaj, kot o eni stvari, vse v eni stvari. Zdaj, če si ti doktor, je to malo drugače, arhitekt, ne? Ampak govorim čisto na splošno. Jaz sem se vsakega športa lotila, gremo danes plezati, ne znam plezati, ampak bom probala. Pa sem šla, pa smo šli 3-krat plezati, gremo downhill, ne vem niti, če imam bicikl za to, ampak ja, da gremo, ne. Vsega sem se lotila, lokostrelstva, raftinga, 3 mesece sem noseča, slabo mi je bilo nenormalno. Še moja frendica, vsi danes. Vsi bili radi na podcastu. Ja, vidiš, kako se štuljo, ne, sem, da so zvezde, veš, to je tudi današnja bolezen, ne, hočem biti slaven, znam pa prepoznaven, okej, krbot. Torej, vse sem šla brati, vsega sem se lotevala, zaradi tega, da sem sebe naredila polno. Nekomu to ne pomeni nič, nekdo se na to ne gre v to, kakorkoli, super, mi je všeč, nič narobe. Jaz se pa rada v vsaki družbi probam vsaj sam malo o neki zadevi, ki nekoga zanima pogovarjati. Tako da sem se lotevala vsega, brala vse, ampak to, kar sem že enkrat rekla, ful je pomemben, da se lotevaš teh stvari takrat, kad ti je dober. A ne? Takrat, kad ti je za nič, ko si slabo, takrat več ne veš, česa bi si oprijel. Ne? In vse isto je pri hrani. Ful je fajn, da veš, kaj ješ, na kakšen način ješ, recimo, zato ker ko si enkrat pomoči potreben, greš lahko samo v skrajnost, to je zdravniku po farmacijo. Glede na to, da sem jaz nagnjena k migrenam, mi je farmacija čisto superska. Ampak če lahko preprečam neke stvari, torej ko mi je dober, da jem dober, da se gibam, da to, da ono, pa se to je čista kmečka logika. Sam se mi zdi, da smo na momente malo zajadrali, pa se vsak pač v nekem svojem obdobju najde. Jaz sem nezga hudega zavedanja se začela zavedati, to je tvoje bilo vprašanje, ko smo šli prvi za dlje časa v tujino. Torej, na koncu smo ostali na Havajih 1,5 leta, ker je bil glih takrat pol COVID in so rekli, vsi s Havajev domov, ostanejo samo residents, ker ne vemo, kdaj bomo leteli, kako bo s hrano, če bo na mainlandu dovolj, pol bo kaj šipal, če ne bo nič, ne. Jaz ne grem domov, pa da ne vem kaj, ne. In takrat sem se začela nekako malo bolj ukvarjati z stvarmi okrog mene. Jaz mislim, da se itak začnemo najprej ukvarjati s stvarmi okrog nas in potem gremo vase. Noben ne začne od znotraj, oh my god, I feel neki, ampak se nekaj zunanjega zgodi. No in meni se je zgodilo to, da smo kar nekaj prijateljev takrat zgubili zaradi tega lifestyla. Tako je bilo kar nekih takih alarmov, uzbun. Eni nas niso razumeli, eni so bili ljubosumni, eni ne vem, različno, no, tako, saj to bi znala oni mogoče bolj povedati, kaj jim je bilo, da so bili pač tako do nas. Začneš iskati druge ljudi, to je bilo kar meni tako, wow, oh my god, smo prijateljice od otroštva, tako 30 let, 25, 15, ne, ok, te ta nove, ne, 10-15 let recimo, ne, in je bilo to meni kar šok.
kako zdaj mi ne najdemo več skupnega jezika. Ja, you have to let go. Prosim, kako ne? Ti imaš občutek, da je del tebe v tem človeku. Sploh, ker ti pomagajo čez neke težke trenutke v življenju, pa tako naprej. Ne morem zdaj kar, ne. Čutiš se dolžnega, ne? Ma ne, želim te ob sebi. A me zastopaš? No, pa sem pa enkrat prebrala, ne vem kje, da je čisto okej človeka pogrešati, ampak ga ne hoteti nazaj v svoj life. Tako da, pa veš, pride kakšen joke, reče, mama, to bi samo naštekala, a veš. In ja, potem predelaš te stvari in še vedno jaz lahko nekim ljudem pošljem neke joke, pa se slišimo, pa tako naprej, ampak imaš drugačne prioritete življenja, pa drugačen lifestyle in se potem druge stvari pogovarjaš, no, tako. Sploh, če si družaben po naravi, ne, jaz sem bil zelo ekstroverten, jaz tudi, pa sem ugotovila, da ne, da nisem več. Zdaj imam še par kolegov, tako res, pa mi to čisto paše, ne, izgleda, ne vem, a sem bil že odskozi tak, pa sem tisti prej samo maskiral, da sem bil sprejeta, ne, a veš, vsem, ne, jaz sem zelo dobro znal v vsaki družbi se mal tako, neko masko si dati gor, da sem bil ljudem všeč, oziroma da sem to je tudi nič narobe, se mi imamo skozi maske gor, moja bivša sodelavka Ota Rož, I love her so much. Mi 2 dni nazaj smo govorili 1 uro po telefonu, kao, dajmo se slišati sem za minutko, nisem že zelo dolg, pa mi je glih rojsten dan. Enkrat ful dobro rekla, to ni hinavščina, ne? To je smart, da ti priješ v službo in se prilagodiš okolju, ker si tam ne nazadnje 8 ur. Več, marsikdo je več v službi, kakor doma. In potem pride COVID in ne poznaš več partnerja in kar nekrat vidiš, da ne, otroci so kar pain in the neck, ne, imeti 24 ur na dan, pa so me pa klicali, jo, kako lahko vi ste skozi skupaj. Ne vem, krasni so, otroke mlatimo, mož me uboga, ne vem, kaj ne ti rečem, ne vem, it's work, ne, nič se danes ne zgodi mimo grede. Vse je delo, zdaj si pripravljen delati ali ne, predvsem na sebi, pa pač še na ostalih, no. Kdaj ste se odločili, da greste? To je bilo 2019, Mila se bila odločena, Mila že itak vsak zase in potem tudi kasneje sva veliko potovali, jaz sem bila noseča 7 mesecev, ko smo šli za en mesec na Zanzibar, plan je bil drugačen, takrat je bil plan Kilimandžaro, pa potem Zanzibar kajtanje, ampak pač, ker sem bila tako visoko noseča, Kilimandžaro ni prišel v poštev in smo bila pač toliko časa takrat na Zanziju, to je bilo 2015, a ne? In sem rekla, okej, če noseča lahko tako, pa mogoče bo šlo tudi z otrokom. Iskreno povedano, iz čistega egoizma, ker ne želim se odreči kajtanju, ko bom enkrat imela otroka in mislim, da se bo otrok lahko temu prilagodil, če bom jaz pravilno odigrala karte. Torej najprej na kajtariji poskrbela zanga na potovanju in potem še za svoje potrebe. In otroci, ki so majhni, so itak nezahtevni kot dojenčki. Mislim, zelo zahtevni, ampak njemu je vse, kje se on pokaka. Se bo pokakal v Grčijo, se bo pokakal v Ljubljani, ni razlike, ne, za njega. Tako da potem, ko je bila Vila stara 3-4 mesece, smo šli, mislim, da prvo pot v Grčijo, za 2 tedna, oh my god, kako je bilo naporno, oh my god, res prav naporno. No, pa sva šla na Karibe takrat za nekaj časa in potem smo 2019 se odločili, da jaz dam odpoved. To si delala na radiju? Na Radio 1, tako. Od samega začetka radijskega posla za mano je bilo takrat 15 let. To je bil edini job, ki sem ga v resnici poznala kot tazga. Predtem sem delala na Amnesty International in jih še danes obožujem in ljubim z vsem srcem, ker je meni takratni šef Miha pokazal, kako šef mora izgledati. In tako, he set the bar really high in ne odstopam od tega, če bom kdaj šefica komu, bom sigurno tako, kot je bil Miha, no, ko ga obožujem, kar se tega tiče. Kaj bi mu sporočila? Ma se vse ve. Jaz mislim, da on vse ve, jaz se takoj vse zmenila, on je meni tudi povedal, zakaj me je vzel, jaz sem to ful cenila, to so srčni ljudje, krasni ljudje, ki vejo, kaj je človek, tako, ne za tega, ker dela tam, kjer pač dela, ampak nasplošno, no. Taki ljudje bi mogli zaščititi, res prav tako z zakonom zaščititi in tako okrog varnostniki, da se ta človek ne poškoduje. Se takih ljudi v resnici veliko, treba je imeti srečo, oziroma treba je biti tak, da je lahko te ljudi spoznaš. Vem, da sem enkrat objavila, sem pa tja objavljam na Instagramu, no, neke zgodbe od nekih ljudi, ki jih spoznavamo in naše dogodke z njimi.
In mi je ena napisala, moraš imeti kar srečo, veš, da take ljudi spoznaš, ne. Sreča nima nič s tem. Jaz sem spoznala tudi šiti ljudi. Jaz mislim, da sam moraš sebe tako se šejpati, da take ljudi potem prepoznaš. Vse so okrog tebe, ampak jih ne prepoznaš. Ne praviš, jih prikličeš. Ja, že, ne, ampak prepoznati moraš te neke lastnosti. Če jaz cenam, da si ti mene prišel z biciklom iskat, ker sem malo zalutala, jaz to moram rekognizirati, jaz to moram prepoznati, jaz tebi to moram povedati, da ful cenam, da si to naredil. Lahko bi tle sedel, pa me čakal, pa me, usmerjal, ne. Tako zmožno tudi delava malo v turizmu, kar se hospitalityja tiče, ne, in tako učiva pač, kako določene panoge, bodi si hotelirstvo, bodi si apartmajske komplekse, lastnike hospitalityja, ne. Tako moraš iti full the extra length, še eno, ne, kaj se da še več, ker če imaš tako ceno, pa tako nastanitev, to ni več dovolj. Mi imamo en kup krasnih restauracij, hrana pa za en drek, pa postrežba za en drek v smislu, ne, te ne zna, ne, cel experience plačam, se ne plačam samo hrano, se ne plačam, zdaj jaz moram odplačevati tvoje super travertino ploščice, pa briga me za one ploščice, razumeš, jaz rabim experience, tega nam malo mogoče še v Sloveniji manjka, no. Po drugi strani pa, vse smo bili na Karibih, pa vsaka miza drugačna, tam polomljena, tam stol tak, to ono, gor, dol, vse drugače, pa je bila hrana recimo vrhunska, pa smo gledali tam gospo, ki je kuhala, pa sem z njo kuhala, tako da ni vse v tem, ne, ampak kva si me že vprašal? Aha, ja, da pač, je moj večen problem, mojemu možu se tako lepo doma godi, res kaznori. Treba je prepoznati te stvari in jih tudi ozavestiti in povedati na glas. Ljudje smo nehali govoriti na glas lepe stvari. Sploh s prihodom Facebooka. Facebook je ratal ena oglasna deska. Včasih je bilo to za šankom, pa si tam kelnerco moril, ne, ogluva doba noči, a ne, pa si te živ, pa je unareva, ne, vmes že pospravljala, pa te jedva ven vrgla, ne, pol je prišel Facebook in smo vsi oglaševali gor svoje težave, ne, pa kaj mi mislimo, ker mi mislimo, da to, kar mi mislimo, morajo vsi vedeti, ne, pa tako naprej. To vsi sprejeti, pa tako naprej, a ne. In vidim, da redko kdaj najdem, a pa meni moj algoritem ni pokazal več dobrih stvari, tako da sem nehala sploh s Facebookom se ukvarjati, ker se mi zdi, da nisem dobila gor tiste pozitive. Jaz grem gor na socialno mrežja pogledati lepe stvari in me prav malo brigajo te filtri, I really don't care, če se ona napumpla in če se dala milijon filtrov gor, briga me, če je lepa, ja, ona verjetno sebi je. Jaz bom tudi pogledala te stvari, jaz ne bom šla za tem, kaj se gor dogaja, ker pač pazim, komu sledim in na kakšen način, kakšno vsebino dobivam in probam, da mi to ne prinaša negativne občutke. Zelo smo podvrženi negativnim občutkom, negativnim besedam. Sem zdaj v Kanadi 2 tedna, prvo solo potovanje, odkar imam otroke. Solo, sama. Sama sem šla in smo imeli res take ful globoke debate, no. Tudi to mogoče me je malo oddaljilo od nekih mojih dolgoletnih prijateljic. Ni me oddaljilo, ni res. Ko se dobimo, se moramo iskati tam, kjer smo se poznali, preden sem dobila neke nove življenjske izkušnje s temi potovanji, z nekimi novimi ljudmi, a ne, ker jih res na potovanjih zelo veliko spoznaš, ne. Zdaj, ti si v službi, pa pol srečuješ ljudi, ampak jih ne spoznavaš, ne živiš z njimi. Mi smo pač z veliko različnimi ljudmi živeli. In zdaj jaz te izkušnje moram dati malo na stran z nekimi mojimi dolgoletnimi, ker one mene tako ne poznajo in tudi vidim, da mogoče niti nimajo želje potem, da bi me spoznali tako. Pa sem si pa najda nekih krog ljudi, kjer imamo lahko neke globje debate, whatever. Ampak ne, da si nočemo kazati svina ali pa to tone, da gremo v naravo, se pogovarjamo o svetu, rešujemo ga, seveda ga rešujemo, svojega in zonanga. In smo imeli ful lepe pogovore in spet sem zdaj pozabila, kaj sem hotela reči. Ne vem, pozabila sem se bom spomnila. Ja, easy. Ne vem, kaj sem hotela, ampak je bilo sigurno ful pomembno, sem prepričana. Se bo prišel nazaj, če bo namenjeno, tako je, to je. Ne vem, jaz sem toliko zapovedala, da pa se vmes se malo zgubim, no. Ja, ni frke, jaz bi se mogoče sam vrnil na ta del, ki ste v bistvu začeli potovati, ne? Sorry, ja. In mi pridemo najprej na Šrilanko, iz tam smo šli
na Maldive in potem na Havaje. In potem smo tam rekli, the most dangerous stuff in sicer we still have time, ne, se imamo cajt, pa smo si to skozi govorili, pa smo dobili prve obiske, ta družina Boštjana Romiha je prišla nas takrat obiskat, ne, vi kar pejte naokrog, mi imamo ful časa, da si to še ogledamo, pa pol je še en moj prijatelj prišel, ja, zdaj bomo malo tebe peljali naokrog, ne, ampak mi, ne, pa kakšne stvari, ki njega niso zanimali, mi imamo pa še cajt, ne. Pa je pa COVID prišel, ne. Pa kar naenkrat smo se naučili tudi tam, se smo že prevedali, ampak včasih rabiš tudi sam fizično lekcijo, ali pa realno, materialno lekcijo, da je to ful nevarno razmišljanje, da imaš cajt, nimaš ga, ne. Ne veš, koga imaš, bom drugače rekla. Tako da tudi, se kar oddaljujem od teh ljudi, ki mi rečejo, veš, pol, ne, ko bomo pa enkrat tu, ne, pa bomo pa to. Največ, kaj te kaj materialnega, ne. Pa rečem, daj gremo kam, ne, potovati, ker potovanje so super, te povežejo z družino, s prijatelji. Tako res zelo posebno potovanje zdajle v London. Oh my God, nisem sploh še dobro niti družini razložila, kaj vse se mi je dogajalo. Z osebo, s prijateljem, s katerim nisem v resnici nikoli več kot enega popoldneva preživela. In mi je zdaj za 4 dni. In nam je še na pogreb. Tako, marsikaj je bilo in marsikaj sem se o njemu naučila, predvsem pa o sebi. Se zato potuješ. Se briga me na una katedrala di Cupola de Milano, mislim, seveda greš vse pogledati, ne, ampak potuješ tako, zakaj ostali, ne vem. Jaz zato, da spoznavam sebe. Kje so moji limiti? Je vredno, znam, želim, zmorem jih preseči, kaj bo, če to naredim in kaj ne, če naredim, kaj je balast, kaj je pomembno, kaj mi paše, kaj mi ne paše, hrana, to mi je ful dober, no, tako, ljudi, v času covida, ne, se ne da doma zdržati, medtem, ko smo mi spoznali družino, ki je s 4 šoloobveznimi otroki bila zaprta na katamaranu noter, ker nisi smel na kopno, recimo, samo po fut pa nazaj, pa oni so bili happy. Mislim tako, pustimo, je ocean, pa sonček, pa tako, pa toplo vreme, nič ne rečem, ampak 4 šoloobvezni otroci, ki se šolajo, Mehičani so, torej po špansko in po angleško. Torej dvojno šolo delajo. Tako, pa je mama zmogla, ne. Mislim, je morala, ne, tako, iščeš limite, ni težav, samo poiščeš v resnici v sebi, ali bo šel čez to, ali pa ne boš šel čez to. In če ne greš čez to ni failure. V tem trenutku čez to ne morem. Tako da mi smo se pol odločili takrat, da ostanemo vseeno na Havajih in od takrat naprej there's no way back. Živite tam zdaj? Ne. Mi imamo bazo v Sloveniji in od tukaj se odločimo, če gremo, ko gremo, kam gremo in za koliko časa. Takrat od Havajev smo potem prišli domov, živimo. Jaz rečem, če sem dobila menstruo več kot enkrat, ali pa če moram več kot 2krat, da to pralni stroj cuneprat, to je zame že tam live, kar pomeni, da ne moram več samo po restauraciji. Ja, veš, je prišla Špela Močnikova, ta iz Dobro jutro Slovenija, na obisk v Mehiko, pa se nekaj od tega pogovarjamo, pa mi reče, veš, kot je tako izziv, sem ka hrana, vedno mi je hrana izzivna. Zakaj? Sem ka je pa ti, ko greš za 10 dni, 14 dni, lahko ješ food trucks, lahko, ne vem, po restauracijah, vse si greš kaj kupiti, ampak si ne boš kuhal načeloma, ne? Ampak jaz pa moram, pa ne za sebe, pa za moža, ampak še za 2 otroka, pa ne enkrat, ampak 3krat na dan, a ne? Tako je ful drugač. In zdaj ti priješ v trgovino in nič ne prepoznaš. Ti za en okus ne veš, kakšen je. Sploh Amerika je problematična glede hrane, ker je vse umetan pa antibiotiki pa tako naprej. In ti priješ se ti zinfiltriraš. Tako da so tudi glede tega že zelo zverzirano, da poiščejo ti organic farm markets, da vemo, da moramo takoj do domačinov, na kakšen način, jaz grem takoj na yoga class, to raztegovanje, mislim, kar je supersko, ampak jaz bom tam spoznala ljudi. Ne, to so kraji, kjer ljudje ne visijo po kafičih. Kafiči so za turiste, ki pridejo za 2-3 dni pa grejo, ne, domačini pač tam niso na Havajih, recimo, ali pa enako, tudi Mehika, v redu, zdaj je spet verjetno odvisen, ker del, ampak ti se moraš infiltrirati njim noter drugje, ne.
skozi neke klese, tako da joga, recimo, kar se tega tiče, meni ful prav prišla, da so mi pol tam ženske povedale, za otroke je tam, pa imaš šolno delavnico tam, mi se pol dobivamo tam kupujemo to, ful so navajeni shareati, to je tisto, kar v Sloveniji ni, sharing is caring, my ass, jaz to vprašam, probi vprašati, kjere filtre uporablja, ali pa kjere presete uporablja na Instagramu, pa da viš, koliko bo užaljena. Prej ti pove, koliko ima plače, kukor, da bi ti povedala, zaradi katerih presetov je tako lep njen profil na Instagramu. Me zastopaš, ne bo povedal. Zmisel se mi, sem enkrat eno vprašala, kje je skupila to. Bratranca Parjatu sosed, kolega je dal neki, oh my god, zakaj noče šerati? Jaz ful rada šeram, ker sem se naučila ful rada, da je prav, da šeram. V tujini ti bojo šerali vse informacije, ker si tujci ne prav, sploh ti bojo pa šerali informacije, ker hoče, da denar ostane lokalno. Lahko grem z Bezosu kupovati, ampak če grem lahko na Organic Farm Market, zakaj ne? Ne, tako, tega nam malo manjka. Rekla si, da se najdeš na potovanjih itega, pa bi rad mogoče eno tematiko kle odprl in sicer tudi na družina, ki je živela na katamaranu, koliko si rekla? 1 let pa pol so bili gor. 1 let pa pol, no. Pa si rekla, da so bili srečni. Jaz mislim, da so bili oni srečni, zato ker so pač sprejeli situacijo tako, kot je in imeli kontrolo nad tistim, kjer jo imajo lahko, ne. Niso se pritožvali, niso bili, zakaj ni to, zakaj ni to. Oni so sigurno kaj poskregali med sabo, pride verjetno marsikaj, mama njihova tudi veliko dela na sebi in tako naprej, je tudi svetovalka za neke družine gor dol. Sprejmeš situacijo, ampak se tam ne rabiš ustaviti. Seveda da ne. Lahko pol greš naprej, ampak tam se trpljenje neha. Ja, drži, zelo dobro povedano, drži. Ja, kjer se začne sprejemanje, se konča trpljenje, ne. Bolečina bo prišla. Sprejemanje odgovornosti. Jaz imam ljudi, poznam ljudi, ki ne, a pa bom drugače rekla, smo tudi mogoče, ne vem, če se upam povedati to na glas, v okolišu, kjer nas učijo, pa se morda tega ne zavedamo, čisto dobro, da ne sprejmemo odgovornosti za lastna dejanja, za svoje lastne situacije, v katerih smo. Ker hodimo na spovedi, pa je potem to rešeno. In s tem ni nič narobe. Ne govorim, kaj je dobro, kaj je slabo, samo kot zunanji opazovalec nečesa orisujem situacijo. Tako da potem starši danes rešujejo stvari v šolah. Jaz sem svojo osnovno šolo že naredila, jaz sem še enkrat s tabo učila, če si dobila slabo oceno, pač se boš ti bom pomagala pri učenju, pa tako naprej, če boš potrebovala pomoč, ampak odgovornost za svoje odločitve moramo učiti zelo hitro otroke, zelo zgodaj sprejemati. Ker vidim, da smo ratali, na Facebook napišem neki, ti si drag, ne, in potem, ko poklopiš računalnik, je šlo to nekam v svet, ti si šel naprej jesti, pa se imeti fajn, nekdo drugi je res, in ti nimaš več odgovornosti. Včasih je Milica rekla Slavici, da je Slavica drag, in je ona šla in jo je zlasala. In si vedel, da naslednjič tega ne smeš reči. A pa fantje ste se zravsali med sabo in tako naprej, ali pa jaz, ki me so šel spošlatov, sem šla, pa sem vzela ono merilo, a veš ono merilo, kaj je bilo včasih pri matematiki, in sem ga s tem namlatila po hrbtu. Jaz sem sicer potem dobila kazen zaradi tega, ne on, ki mene pošlato, ampak jaz, on je priznal, da me pošlato, ampak tako se pa ti, Vijana, ne smeš obnašati. Was the problem? Tako da ta moj sošolc je zelo hitro dobil informacijo in sprejel posledico. Danes, ker je to vse tkolele, ne sprejemamo več odgovornosti za svoje dejanje, ni kazni za hate speech in tako naprej. Tako da kleje, ne vem, spet ne vem, kva smo vprašali, oh my god, sorry. Ja, sprejemanje situacije, v kateri se znajdeš in sprejemanje odgovornosti za svoje življenje. Again, nobody's coming to save you. Ni šef kriv, da ti nisi dobila povišice, a si ga šla sploh vprašati? In če si ga vprašala in ti je rekel ne, kaj pol? Lahko sprejmeš situacijo, da nimaš povišice, pa nehaš jamrati, ali pa si poiščeš drugo službo, ali pa poiščeš rešitve, preko katerih boš lahko prišel do višje plače v tej
službi. Sem klej pol zraven en ta strah, ki ogromno ljudi jebe v glavo in to je ta strah pred neznanima, ne? Ampak jaz ne morem te službe pustiti, ne? Ko enkrat to presežeš, ta strah, koliko bi mene strah službo pustiti. Ja. To je nekaj, kar sem jaz 15 let poznala in zelo dobro obvladala. In bila spoštovana v tem poslu. Ja, tvoja lastna vrednost je tudi okoli tega. Seveda se identificiraš tudi z službo in sodelavci, ki so bili krasni in tako naprej. Ampak to pol pustiti, kaj pol, kam od tam? Pa kar ne bom več v istem okolju, kjer vem, kam moram iti v trgovino, pa vem, kam moram iti zdravniku, pa vem, kje ne vem kaj, ne, pa šole, pa vrtci, pa kva, pa na Havajih ni vrtcev, pa prosim, pa ne. Seveda strah in anxiety in jok in vsega je bilo, ampak boljše stvari, ko greš enkrat čez to, so najboljše stvari. Ful je dobro, ne? Spet smo pri Oti Roš, je ful dobro rekla, jaz bi tudi rekla, ampak rekla, nimam jajc. Prva, ki je rekla, nimam jajc za tak life, ne? Rekla pa bi tudi, ne, marsikdo bi hotel, ampak točno to, ne, ustrašiš se in da je ful enostavno, ni, je scary, ful, sva dva, pa že oziroma 4, pa že nekako sfuramo. Ja. Tako, pustimo nas, govorim zdaj na splošno, ne. Ja, pa tudi ni scary, samo zdaj se pa odločam, pa bo kar lažje, pač scary je pol še nekaj časa, ne, ko greš ti po neke take izkušnje, ti si 3 mesece se sam sebe ne prepoznaš, ne, zjutraj se zbudiš, ti ne veš, da bo plačal 15. Če si pač to pogumno odločitev naredil, pa rekel, strah smo tudi, zanj sem bila na enem dobrem predavanju, jaz nimam še otroke, vile v 2. razred, Krajsko bo šel zdaj v 1. Nimamo nekih težav v šoli, zaenkrat še, ampak me povsem se grem izobraževati in berem o teh zadevah in se šla zanj na predavanje. Prišel je gospod, ga prav poiskala, ki ga zelo priporočam, je predaval od Alma Mater, kaj ima že on, Alma Mater Evropeja, on je pa dr. Sebastian Kristovič, Štajerc. Je ful lepo odpredaval, kako otrokom, kako jih vzgajati v odgovorne, torej če si ti odgovoren, boš prevzemal odgovornost za svoje odločitve in za svojo situacijo, v kateri se v tem trenutku nahajaš, za svoje občutke, in tako. In je ful dobro tudi rekel, kako s tem asistentom smo odvzeli otroku tudi 5 minut strahu. Ker zdaj, pride tista ocena, jaz jo dobim na SMS, mi tega še nimamo in ne bomo imeli, ampak pride tista ocena, jaz že vem, da je 2, ali pa šut, pa vem, da je že 5, torej sem mu vzela tudi v resnici, tudi za 5, ko sem mu vzela tisto veselje, ki gre domov povedati, sploh nižji razred. Zanimivo, ja. Ja, ful dober. Rekel, nehte, dejte to skenslati, on ne bo nikoli odgovoren, se mama že najde, se mama že dobil, se fotor je že dobil, to na mail, na SMS, whatever, in on prije domov, nikom ništa, boli ga, ali 5 ali pa cvek, govorimo tudi za pozitivno oceno, tako pa, veš, tiska, govorim, ne bojo, če zdaj poveda za podpisati, če zdaj poveda za oceno, če zdaj ne, čakaj, mogoče pa ne bo povedala razredničarka, ne. Nismo še dubali. Ja, nismo še dubali, vsi smo še odpisali, imam vedno nekako, kdo so to vsi poimensko, vedno jih je par manjkali, poimensko. Tako, smo oropali otroke tudi tega, Zanimivo. Ful dober, to mi je bilo tako ding, super. Kako pa sta vidva s partnerjem poskrbela, kako sta se lotila vzgoje? Kaj vam je pomemben, na kakšen način, kaj mislite, da delata dobro? Ne vem. Veš. So dnevi, ko si tako rečem, untouchable, razumeš, ful vem, kaj delaš in ful vem, kaj delam in to je to. In so dnevi, ko imaš občutek, da si naredil, da si vse zezno, ne? Ne vem, tako bom rekla, odvisno od situacije, v kateri se nahajamo, ali smo doma, ali smo v tujini, ali smo to zdaj obkroženi z ljudmi, ki jih poznamo, ali smo z ljudmi, ki jih na novo spoznavamo in govorijo francosko in naša dva ne znata francosko in sta prisiljena sodelovati. Tako da je to ful različno. V tujini, moram priznati, jih vzgajamo drugače kot doma, ker tam nismo soočeni z nekimi izzivi, kar se vzgoje tiče, kot smo doma.
Ker živimo po manjših otokih, čeprav na Havajih ni bil majhen otok, je bil kar huge, ampak tam je community in v communityju ti otroka bolj sočutno vzgajaš in ga pripravljaš na to, da bo dobro sodeloval v communityju. Majhni otoki potrebujejo community, ker so odvisni sami od sebe. Če nimam jaz, imaš mogoče ti in jaz moram biti s tabo v dobrih odnosih, a ne zaradi tega, ker jaz ne bom dobil unga avtodela še ne vem par mesecev, jaz pa vem, da ga ti imaš, ali pa mogoče ga imaš, ali imaš pa rešitev in tako naprej. Pa šerajo hrano, pa tako naprej. Tako fulso, Amerikajo, it takes a village to raise a child, tako časih na Balkanu veljali, verjetno še nekje, in ga vzgajaš drugače, kot ga vzgajaš doma, kjer morda delam krivico, no, ampak je bolj tako individualističen pristop, ne, tekmovanje, ki nič narobe s tem, ampak primerjanje, ne? A veš pa še ne hod. Ja. Veš, če pa že shod ta cajt. Ja. Bravo. Veš, jaz tako, ne. Ja, to, ampak ok, to je žlehnoba staršev, to je žleh, to je zloba, konec. Ampak tako tudi sistem je tako narejen, no, da vsak svojega otroka v avto pele, in tega carpoolinga in tako naprej. Jaz ful uporabljam angleške izraze in se ful opravičujem, ampak vedno povem, da to ni afnarija, ampak ti možgani delajo v različnih jezikih in pač je pa včasih se lažje v kakšnem drugem jeziku kaj izraziti. Tako da se vrnem k tvojemu vprašanju, predno spet jaz odplujem. Mi smo family in that's it, pika. Izven to. Mi štirje smo mi štirje. Mi štirje smo celica in se imamo ful radi in smo si ful support, in mi znotraj moramo stvari dobro rešiti, nikoli jezni spat. Tako, mi štirje. Ne kot individuum in tako, noben drug ni pomemben, ne. Doma je varnost, doma je support, doma je mir, doma je ljubezen, doma je najboljši si, najjači si, najlepša si, ampak zame. Samo zame in seveda zase, a ne. Za mamica od Maje, za njo je Maja najlepša, najboljša in tako naprej, a ne. Tako da imajo ta občutek, da, a ne, pa koga imaš najrajši? Sebe, mamica, oče, te neke stvari, no, da najdejo samozavest znotraj sebe in znotraj družine, da se zavedajo, da je pač družina res tako, no. Da jim pomagaš v bistvu že v zgodnem stanju sprejemati odgovornost za to, kako oni sebe vidijo, pa svoje izdelke, pa da jim daješ občutek, da tukaj v tej celici so dovoljeni vsi občutki, lahko poveš, kaj si misliš, lahko si tudi jezen, boš vedno dobil objem, ne boš dobil obsojanja itd. Tako. Ampak asertivnost, jaz sva se peljala s Krasom, ker sem ga danes mogla s sabo pripeljati, jaz sem navajena te otroke vleči s sabo komačka, to sem tudi en dober nasvet, enkrat dobila od žene, od Boštjana Romiha, mislim, da bi imela vila en mesec ali dva, ko smo prišli k njim na obisk, pa je rekla, mama 3, ne, znači, ne, reka, jaz imam prijateljsko, ki je mama 8, pa reka, nijem nobenega nasveta zate, reka, jaz v vzgoji ne vem, ne, mama 8, ne, medtem, ko po blogih, ne, mama enega, moj svet reši. Ne, pa super, jaz tudi rada slišim nasvete od ljudi, ki nimajo otrok, ker včasih vidijo stvari boljše kot jaz in izven, a pa iz drugega kota pridejo noter in mi je super, zakaj ne? Ampak je ful dobro reka, posodih jemelj, ne sebi skrajšati neke stvari, posodih jemelj v seveda mejah, ki so za otroka pomembne. Tako smo šli na poroko, ki je ona imela, ne vem, pol leta zaradi mene, ampak ko se je začel cigomigo, z musko smo rekli, mi smo slišali, da, poljub, super, tle pa ne moramo sodelovati, ker pač otrok mora domov, ker sorry, za sluh to ni ok, in ta šundar not good, ne. Tako, in danes sem ga pripeljala s sabo in sva se peljala in je rekel, mami, koliko voziš? In mu povem, pa je rekel, pa je bilo, ne vem, 140, mislim, da 134, 140, ker sem glih prehitevala in je šlo iz 134 na 140, pa je rekel, ne paše mi, da voziš tako hitro, ne počutim se dobro, ne, torej bodi asertiven, govori iz sebe, ne, ker za nekoga drugega je mogoče nekaj sprejemljivo, to mi je mama razlagala, ne, škoda bi imela res vodko noter, pa rakijo imam tako rada, res jagodno,
je rekla, ne, vsak zase ve, kaj so mu prioritete in kaj mu bolj pomeni. Mu pomeni bolj počitnice, 1 teden, 2 tedna na morju, ali mu bolj pomeni pač, da ima dober avto. Nič ni narobe, da ima on rajši, boljši avto. To so njegove vrednote in prioritete in that's all. A ne? Tako da iz sebe moš govoriti, jaz se ob tvojih besedah tako počutim, nisi ti nesramen. Ker, ne? Smeh je, če je smeh za vse. Ne? Tako da ne prav otroci premikajo meje. Ne, otroci jih grejo poiskati. Tudi jaz bom šla iskati tvoje meje. Pa sem 41. Jaz ne vem, kje je tvoj joke, kje se tvoj joke konča, ali pa kje se tvoje boundaries končajo. In jih bom poiskala tako, da bom šla po svoje. In boš rekel, sorry, ampak ne počutim se dobro, ko si mi to rekla. Ja, moja odgovornost je, da mejo postavimo. Kjerkoli. V službi, v osebnem odnosu, kjerkoli. Angleži imajo tako, Američani, whatever, ful dobro rečejo, to mi je bilo, to tako, it hit hard. 2 dni nazaj sem prav o tem razmišljala, ker sem v enem filmu gledala in je rekla, I need you to leave. Torej v sobi sta bila in on je neki tumbo tam, fotor, brat, ne vem, whatever. In je rekla, I really need you to leave. I need you to leave. Jaz rabim, da ti greš. Jaz boundaries postavljam zaradi sebe, ker sebi, jaz imam najlepši odnos sama s sabo. Kot the greatest love affair je mene z mano in to bi hotela tudi svoje otroke naučiti. Ti si sam sebi najpomembnejši. Ne rabiš ti od zunanjih ljudi validation, da ti oni povejo, koliko si ti vreden. Ti mene lahko hvališ, lahko me kritiziraš, ampak jaz jo pa si danes gledaš dober. Jaz vem, da danes ne zgledam dober. Okay? Tako, ful lepo, ful hvala, da si mi to povedal, cenim, super, ampak jaz vem, da lahko zgledam dober, ker vem, kako se jaz počutam. In če znamo prepoznavati stvari v sebi, potem vemo, kaj nam paše in kaj nam ne paše, če ne nas lahko vsak razmetava, kakor mu paše. I need you to leave. I need you. Ne, jaz potrebujem, da se ti z mano pogovarjaš drugače. Ja. Bolj nežno ali pa neki. Joj, kuda jaz kaj imam pojma o teh stvarih, ki zdaj razlagam. To je zgovornič, kako se meni zdi. Kaj, ne sekiri se. Ja. Jaz sem eno dobro stvar slišal glede otrok, pa kako jim to pač že zelo zgodi dajati. In sicer, ko začnejo risati, recimo risbice, pa ti on nariše risbico in ti jo parnese. In avtomatski pač odziv, oziroma zelo pogosto odziv, kako si pa to narisal. Če je grdo, I'm sorry. Ne bom rekel, da je grdo, jaz bom rekel, a se lahko lepše potrudiš. Ne? Pazi, lihkla je fora, da ti v bistvu ne odgovoriš, ampak otroka nazaj vprašaš, kako pa ti misliš, kako pa ti to vidiš, a te všeč, a ne? Ker če bi bilo boljše, ne. Super, pa pravi. S tem pa in da ga tako naučiš v bistvu izhajati iz sebe in ne iskati validacijo v drugih. Ne. In karkoli pol naredijo, jaz še zdaj poznam ljudi, ki še zdaj niso realizirali svoje ideje, zato ker preveč časa zapravijo za to, da svojo idejo vsem razlagajo, pa iščejo potrditev, da je njihova ideja pa zdaj dosti dobra, da oni lahko nekaj naredijo. In pa pravijo, da imajo probleme s prokrastinacijo. Ne. Ni res, ne, samo to rabiš neke potrditve od odzuni, da je to res dober, ker se bojiš obsojanja, kaj bo to prineslo s sabo. Ne? In en del perfekcionizma, oziroma kako se že reče, no? Vse vem, kaj misliš, ja. En pogled na perfekcionizem, ena interpretacija perfekcionizma je lih ta, ne? Da je to nesigurnost in da dokler ti pač ne dobiš dovolj potrditve od drugih, ne boš pač tega sploh realiziral in pol se to vleče, kakorkoli, ne. In tam je bila res všeč, no? Ker se mi zdi, da tudi kot odrasli ljudje pač večkrat moramo prevzeti odgovornost za to, kako pa mi mislimo. Ne? In ne veš konstantno sprašvati, pa se kdaj je cute, ne? Ej, kako se ti pa zdi ta, ne vem, majica, ne? A misliš, da bi jo kupil? Ja, mi stoji. Ker je od zadnji nek sram, pa se ne rabiš še ene majice in ta to vse dobro ve. Ne? Če ti res všeč, fucking kup si jo, ne? Jaz isto z mojo Ano, z ženo, pač, če ti je nekaj všeč, kup si. In kar ful pri njej spoštujem je to, da ko ji nekaj ni več všeč oziroma ne nosi več, ona to objavi na Instagram in ona to proda. Zdaj sva se furala, po moje, da sva se furala, ne vem kam, vsakič en teden, vsakič kamorkoli sva se pelala, ona meni, da boš še klele vstavo. In jaz ko, kaj si ti dealer? Aha, paketke, ja, super. In je vse dejansko flipala. In sem bil tako, pač to ful spoštujem, zato mi tudi ni problem, če si ti pač kupaš stvari. Pa za otroka, ne. Ja, misliš, da je naša to rab, Ana, če ti je všeč, kupi. Bomo že dali naprej ali pa še enkrat, kakorkoli, ne. Nikoli ne smeš biti škar do sebe. V finančnem smislu, jaz sem opazovala ljudi, ki so bili
škrti do sebe, to, da si škrt do mene, mene to ok, mene to ne moti. Ti meni nisi dolžen kave plačati, Res je, ja. niti kosila plačati, niti mi karkoli častiti. Mene, če bo to motilo, pač s tabo več na kavo ne bom hodila, oziroma bom plačevala samo svoje, sem je 5 kot ona, pa meni nikoli. Pa zdaj naprej plačuj pač skozi svojo, sej it's fine, ne? Sej ne greš zaradi tega, ker ti nekdo častil kavo z njim na kavo, greš zaradi nekih drugih lastnosti, ampak ok, grozno gleda človeka, ki je škrt do sebe, ki sebi ne prvošči. Si mislim, oh my god, veš pa, ne pa spet isto, ne, ko bom pa imel, ne boš imel model, ni nujno, da boš imel. Jutr lahko pride pošta domov in bo noter nekaj, kar ne bo dober. Ali pa telefonski klic. Saj ni nujno, da je s tabo, ki je narobe, s kom drugim, pa se ti life lahko čist drugače obrne. Ko meni nekdo reče, najprej bomo tako lamitev, do 45, bom to, pa bom pa nekaj, pa jaz vedno rečem, daj ti meni povej, tudi lotoš številke, ker ti očitno veš, kdaj boš umrl, jaz ne vem tega. In če ti veš, da do 70 živa, pa do 80, daj še meni pa kaj, veš, pošlogej, ker jaz tega ne vem. In Dobro, da si to odprla. Ja, ne moreš sicer vsak dan in carpe diem nekaj. Če sem jaz danes za nič, sem pač danes za nič. Jaz sem tudi na radiju, ko sem delala, rekla, ok, danes ni moj dan. Kam je, ne vem, jaz sem ženska, meni je vse, meni je skozi vse. Ampak ko ne počutim se, ali pa, ne vem, sem enkrat rekla, da... Low energy, low vibe. Hvala Bogu, imamo dobro musko in muska, ti ite poslušate zaradi muske, ne zaradi mojega nakladanja, tako da super, lej bomo malo več muske sukali. Ja, ful se vsul telefonskih klicev na prometne informacije, tako, ejde povej Banički, da tako jaz smo to danes šiti dano, pa tako je prva, ki se mi ne reži na silo v eter, ne? Direkt. A veš, ne moš to narediti vsak teden, ampak tako, ko ti ni dobro, mi smo imeli gospoda, pač smo bili zelo dobri kolegi, hišnike, Janez, ga obožujem, filozof po izobrazbi, oh my god, on je bil skozi dobre vole, ampak je bil slabe vole. Ti njega nisi videl. On se je zavlekel nekam predelal, kar je imel za predelati in pa šel ven s kakšno filozofsko in je šel dalje. Tako ne gnojiti zdaj vsem okrog sebe. Ja. Pritožvati se pa vse živo, pa iskati nekaj, da te bo nekdo drug dvignil. Pa se je ok, če si v bedu. Jaz sem ful rabo, da sem nekaj dojel, kar mi zdaj ogromno pomaga. Ne samo z biznisom, ampak tudi z lifeom. Da ne bo skozi pač moj optimum. Veš, jaz sem v agenciji prej delal, pa tudi solastnik porad, tako pač res smo brutalne projekte delali, digital marketing pa to. In jaz sem se tam navadil, da pač se moram matrati, da tudi kaj slabo, jaz moram tja prideti in moram pač svoje narediti. In to je bilo tudi športa, kar je prav, da me je to naučil. Ampak ker sem pa jaz enkrat ozavestil, pa to se je zgodil let nazaj po moje s tem projektom, ki ga zdaj delam Underdog, podcast pa vse živo, ki delam zraven, je bilo pa to, da si jaz kreiram svoj tempo na podlagi tega, kako se počutim. Ampak to je že luksus, veš? To, kar ti zdaj govoriš, to si sam si pridelal luksus. In sem zelo hvaležen za to, ampak zato tudi rad o tem govorim, da mogoče bo pa kdo tudi to čutil in bo rabil nekako samozaveščenje tega in pogled iz druge strani, da se da tudi to narediti, da malo odkleneš. Vse se da. Ja. No, in kar se mi je zgodil zdaj, je, da pač se res poslušam. In takrat, ko sem obedu, ampak ko imam pač nižjo vibracijo, ne da se mi, len sem. Tudi si v najboljši koži, ja. Jaz grem spat, jaz grem na sprehod, jaz popokam moje dve, pa gremo na rakitno se sprehajati. Ali pa kam, ne vem. Takrat jaz ne morem performati. Tudi če imam stvari, ki jih moram narediti, pa jih ni veliko takih, ki jih moram, ker sem si tako naredil, pohendlam samo uno glavno. Moja to-do lista takrat je ena stvar. V enem dnevu. To je to. Ostalo je zame. Jaz moram sebe ta prvo zdaj dvigati, oziroma pač sam biti s tem, ker vem, da pač pol pride nek val, ki mi bo pa do motivacije in takrat bom jaz več naredil, ki bi pač kokarkola. Mislim, malo smo tudi na momente fake pridni kot mravljice in delovni, to poznam, tiste, Ja. Na koncu smo gotovili, da ni bilo vse skupaj nič narejeno. Ja. Ampak gluma je zelo pomembna v teh nekih velikih korporacijah, opažam, ali pa tako, kot mi prijatelji govorijo, je zelo pomembno, da zelo dobro odglumiš, da vsak sestanek je treba zamuditi. Ja. Mene ne zanima, da Ne, vsak sestanek je treba zamuditi in pridati noter. Sem imel gledam pomemben klic, tisto sem pa zrihtal, tako da se počutim, da sem zamudil. Pa glih je imel v letu, pa mi je bilo ja, šefi bojo lega, Koliko vam dela? On ni bil na čiku, tako kot mene videl na čiku, pa sem pa na sestank prišla, ni videl, da sem sposobna bila pohendlati, ampak
vedno je treba priti za šefom, pa ta glavnim noter in prbiti, da se imel fulde. Da ste glih, joj, pa še tako lekaj imaš malo, glih, sej, ne, se to bom pol. Wow. Opravičilo, opravičeno, da je človek zamudil, super, le koliko garane. Tako da, tle je tudi tako plus, malo se treba zavedati, za koga delaš, če delaš za sebe, tudi čist nekaj drugega, kot če delaš za šefe. Jaz tako pravim, moj ortodont je ful dobro rekel, moj bivši zobar, tako, je ful dobro rekel. Rekel, Vijana, kva ti je life? Ti veš, kva je life? Pa sem tako najprej rekel, veš na pokopališču, na nagrobniku, ko sta 2 letnici, pa sem tako rekel, una črtica vmes. Duplo ništa, ne? Zdaj jaz pravim tako, ne, če life znaš dobro živeti, dobro pomeni, ja, res je, vse feelinge občutiti, tako biti Pristen. Tako prisoten, ne, zavesten, da si skozi, ne, tle, kjer moraš biti, je lahko zelo dolg. In je to super, ne, tako. Ampak na pogreb, pa na grob ti bojo hodili samo določeni ljudje in za tiste se ti grindaš in za tiste ti garaš. Za sodelavce pa za enega šefa tam. Seveda, greš, narediš, moraš, si plačan za to, 15 v mesecu je tvoja hvala gor. Jaz sem rekel, jaz nikoli od šefa naravno slišala, hvala lepa za tvoje delo, it would be nice. Ampak 15 so sedaj na TRR, to je moja, ne, zahvala. Ampak, ko mi reče, nimam časa, pa veš, pa za službo, pa neki, pa gor, pa dol, pa se vprašam, od česa ti doma bežiš, da si cele dneve po tismo šihtu, ali pismo je vreden. A ti bo to na grob hodilo, ne bo. Ne vem. Jaz verjetno s totalne stvari narobe razmišljam. To zdaj danes tako razmišljam. Kako bom čez en let, ko bom imela nekih več izkušenj, glede nečesa. Lej, jaz, tako kot si prej rekla, ne, tudi meni to ostane isti, ostane tak kasiba, ne, pa to je kar nekaj, ne. Dobro, to človek misli verjetno neke pozitivne, simpatične lastnosti. Mislim, fajn se je zavedati, da v bistvu je inteligenca, koliko si ti sposoben se prilagoditi spremembi, a ne. In več, ki si ti sprememb postaviš v življenju, več dobiš izkušenj. Več izkušenj, ki dobiš, daljši je tvoj life. Tako. Ker si več izkusil, bolj si bil lahko v trenutku, bolj si bil prisoten. Ne? In če si z tega vidika gledava na tvojo filozofijo lepo noter meča, ne? Ti ne moreš podaljšati, koliko časa boš kle. Imaš pa kontrolo nad tem, kaj delaš, ko odpreš oči, pa ko si v situacijah. Ja, kar je ful težko. Zelo. Bolje lažje biti veš, ampak lih to, ful je lažje. Ja, ful. In zakaj sam lahke stvari iskati? Ja. Zakaj lažje pospakirati pa iti? Ma nemoj! Pejt! Pa da te vidim, kako boš funkcioniral v tujini. Ja, jaz želim ljudem, da si več upajo narediti tistega, kar čutijo, da je prav. Tisto, kar čutite, da je prav, pač sam probite. Pa sploh v pozitivo. Jaz sem zdaj začela čist drugače voščati ljudem za rojstni dan, pa čist drugače voščati sožalje. Je to zdaj primerno, da povem, ali ne. Je. Ampak, ko pride do trenutka, ko je treba izreči sožalje, nič več ne, pa mi je žal, pa gor, pa da si vedno rečem, želim ti žalovanje brez obžalovanja. Sicer je prepozno za tega človeka, če imaš kakršnokoli obžalovanje, pa hkrati pa vseeno priložnost, da popucaš neke stvari, ko tega človeka ni več, sebi v glavi, da se jih oprostiš in odpustiš. In nek reminder za naprej, žalovanje brez obžalovanja je ful pomembno, če imaš to možnost, seveda, ne. In za rojstni dan nič več ne, vse najboljše, pa neki pa to, pa joj, pa kar včasih smo se poklicali na stacionarca ali pa počakali do šolo pridemo, pa da smo se srečali. Danes me pa Mark Zuckerberg moral pomniti neki ne bom. Jaz tisto, kar imam v koledarju, tisto jaz podelam. In tudi več nič ne voščem, ampak človeka pokličem, to sem letos začela in mu samo povem eno stvar o njemu, ki mi je všeč pri njemu, pa kako se spomnim tega človeka. Kdaj se, ne vem, moj prvi stik s tem človekom ali pa, a veš, enkrat si tako lepo naredila, to sem nekaj, da ti prav moram povedati. Tako se mi zdi malo drugačno. Obžalovanje je, to je nekaj, kar... Je tak strupek, ja. Jaz sem se enkrat vprašal, mislim, se večkrat to vprašam, ne? Kaj kakšno potencialno obžalovanje, če ne delujem tako, kot delam, ne? Določene stvari, ki bi si ga lahko ozavestil zdajle. Kaj potencialno obžalovanje, ko bom recimo 80, pa bom nazaj gledal,
kaj bi takrat lahko rekel. In ker sem bil jaz v tem okolju, kjer je bilo delo, je bilo, sem ga ozavestil, je bil ta, želim si, da ne bi toliko delal. Zakaj sem mogel toliko delati? A je vreden zdaj, da sem toliko delal? Ali bi raj mogoče v nekih situacijah živel, po domač povedan. In sem si pol tudi zavestno začel življenje spreminjati iz tega in je bilo ful težko, veš. Težko je bilo iti od službe, pa pol sam nekaj graditi, pa prvi biznis postaviti, pa fejlati na celi črti, pa pol naprej graditi, pa vedeti, da je doma žena noseča, pa da na računu ni več neki baš denarja, pa še zmeraj vztrajati, da zdaj imam to zgodbo, ki jo gradim. Zato sem tako hvaležen za njo, ker vem, koliko je bilo fucking temno vmes, pa bilo obupu, pa nisem, ker sem vedel, da delam nekaj dobrega zase, ker te izkušnje mi ne more noben vzeti. In jo lahko zdaj delim. To je zelo pogumno od tebe, oziroma si rabo verjetno zelo veliko moči za to, predvidevam, sploh glede na to, v kakšnem okolju živimo. Jaz nikjer na svetu nisem dobila vprašanja, kaj delam, kje delam in koliko zaslužim. Nikjer, nihče me ni nič niti v vprašal. Ameriki. Nikjer, ne. Tam, tako, pazi, pustimo, Amerika je zelo velika, mi zelo radi rečemo, ima te Američani. Ne, kjer je Američani? Tako, tudi ne moreš te Slovenci zdaj, ker so Primorci čist neki drugega, kakor gor, Brleki, recimo, ne. Tako da Amerika pa sploh. Ampak na Havajih, ne, to bi bilo nesramen. Tako, v lifeu me ne bi več pogledali. Tako sosedje, recimo, da jih sprašujem. Oni sami povejo, in vedno smo tujini sami povedali, ko si se pogovarjal tako s človekom, pa si rekel, ne vem, a veš, kaj zdaj, ker z možem, veš, ona hiša, recimo, gledamo, ona hiša, kaj bi jo imeli, si predstavljaš, da si gor, dol, pa je bila od Princess Margaret, torej od Queen Elizabeth, pokojne kraljice angleške, sestra je hodila v to hišo na dopust. Zmeti, kad je ona afero imela, je pač dol prišla in smo rekli, si predstavljaš, kako je ona zdaj tam gor, pa kar nekaj smo tam neki maštali, bluzili, smo rekli, si predstavljaš, da zdaj kupiš, koliko misliš, da stane, pa ti pol, pa smo že en mesec se družili, pa reče, me and my husband, we are realtors, real estate neki in tako pol zveš, recimo, in pa rečemo, mi pa iščemo, pa lahko pol se s človekom pokonektaš, pa nas pa, so nas eni Slovenci klicali, mi bomo prišli do vas, komod, nismo se poznali, noč, pa nas vsi dobrodošli. Iz prve, ko pa vidimo, kaj je z možem delati, na drug konc Slovenije sem te prišel vprašati, da tle imaš Instagram, pa me tle vprašati, pa da te lahko prek Instagrama odjebam, veš, kaj mislim, tako prav živo te moram, res noro, res tako zelo, in super, ampak, a imam zdaj kaj od tega, ker ti to veš, ne, ti si moraš svojo bilanco v glavi narediti, a ne, in ravno zato, ker si rekel, ne, ful enostavno je pri nas fejlati, zato, ker si odvisen od karkoli sem tu, zdaj, ker sem 2 tedna v Kanadi, sem pač slučajno prišla do sestanka z enim gospodom in potem še z eno gospodično, čez en teden kasneje, ker sem pač povedala, s čim bi se rada ponovno začela ukvarjati. I can help you. Prosim, tako slučajno smo se srečali, 2 minuti stojimo in tako, dej, v torek imamo sestanek ob 10 zjutraj in jaz tako, dej, itak ga ne bo, ne, tako, pa zakaj bi on meni, kam ne pozna, nič nima od tega, da sebi, you have to be careful, this, that, I can help you with this, that. Sem kar gledala in pa mi še povedal za eno drugo žensko in potem sem še k tisti gospodični šla, rekel, tok, da imaš drug pogled na isto stvar, mogoče ti bo pa nekaj drugega povedala, kot jaz. Tako, tle se moramo še malo naučiti, pa nas se mi zdi. Izkušnja, sej to ti da lekcije. Kaj se pol naučiš. Sej več ljudi, ki bo nekako na ta način delali, mislim, da je tudi zato dobro, da so taki pogovori v etru. Pa marsikdo sliši pa reči, gledala sem podcast z Ivjano in zdaj sem se odločila, da grem. Ful mi je dobro, ker tako včasih veš objavim, kdo si ima sploh na Karibih, veš, on sedi, on poje, ona veš, tako uživajo, džuskajo v trgovini. Moj otroci absolutno bojo začeli v trgovini peti, jaz bom z njimi pač pela, boli me briga, ne. Ali pa tudi sama sem kaj požvižgavala. To je ful zginalo, včasih se je ful žvižgal. Jaz sem v bloku včasih živela, se je ful žvižgal. Ne, še si žvižganje po dvigalu, po poštengah. Ne vem, jaz si kdaj kaj žvižgam, pa mi moja reče, dej, kaj žvižgaš, ne. Sem tako pizden, ne vem, sploh res, zakaj žvižgam, ampak ni super.
In zdaj se kar nehalo to žvižganje, ta sproščenost. Ne? Ali pa 5, ali pa ne vem. Ja, ni to super, meni je to debes, ampak jaz tega ne slišim več. No in se pravi, na Karibih je bila in je tam plesala in pa vsi tako mi se objavljajo, da je zadeta. Ni zadeta. Ja, ali pa je od life. Ja, verjeten. Ampak hočem pač povedati, da je bilo... se ne vem, kaj sem. Vem, fus smo tolk. Ni frke. Eno vprašanje sem ti hotel še dati in sicer, kaj ti je zdaj pomembno v tem stage life, ki si, kaj ti je pomembno, kaj vidiš kot dobro življenje oziroma zakaj si res hvaležna? Wow. Absolutno sem hvaležna v prvi vrsti za mojega moža, za njegov karakter, za to, da me dobro handla, za svoje otroke, za zdravje, svoje in od otrok. Jaz mislim, da je zdravje ultimativno in da nam ful ni treba zboleti najprej, da pa začnemo neki cent. Niti treba biti brok, da začneš. Da je super stvar. Niti treba biti ne vem kaj, niti treba se skregati, da boš cenil ne vem kaj. To lahko že vse prej, a ne? Cenimo pa ozavestimo. Absolutno sem hvaležna za svoje prijatelje. Ful vsakič bolj učila sem se in morda še ne čisto najbolj naučila sprejemati, da oni so tam, kjer so in so takšni, kakršni so in da tudi čez njih probam jim pomagati, spremeniti, ne vem kaj še vse, da je to brez zveze, ker to ne pomeni, da so oni slabše ali pa da ne znajo. Jaz vem, kako bi to njeno situacijo handlala, ona jo pač handla drugače ali jo sploh ne v tem danem trenutku in da je to čisto okej, ker jaz sem pa glede tega nemirna, drugi mi pa čisto okej. Hvaležna, oni so moji friends so moji superheroes, ker vem za vsazga, čez kaj je približno šel, in tako to doživeti, preživeti in da so še vedno danes nasmejani in dobri in uspešni na svojih področjih, karkoli že to za kogarkoli pomeni, mi je ful super in sem rada obkrožena z njimi in ful imam rada njihov support, tisti, ki so ostali in tisti, ki so in še od tistih, ki prihajajo. Zaenkrat mislim, da je to že ful velik, no. Tako, to se mi zdi res, če imam zdravje, mislim, da imam vse, ne vem, pozitiven mindset v smislu, da bomo skupaj zmoremo in tako, to mi je tako ta community pristop. Tako, ne vem, vse je, veliko stvari, veš. Včasih sem res take bedarije hvaležna, pa se mi zdi, da je to prav. Ne vem, joj. Niso bedarije, ne. Brokoli, zanj sem tako dober brokoli jedla, jo našel spet. Zanj sem tako dober brokoli, jaz tako, kako to? Če nisi za nič brokolija jedel, pa ne veš, kaj je dober brokoli. Veš, kaj hočem reči, ne? Tako zavedanje, sem bila pri enem gospodu, tudi mi je s vami imela ful dober pogovor, pa rekel, dajte se začeti ljudje zavedati, krepite zavedanje. So, jaz to ne znam, kako, kaj, ne vem, kaj mi govoriš, pa rekel, pa dej, piješ kavo, poštuderi, kaka je. Ne sem, pa sam reagirati, ne, kakšnega okusa je, kakšne barve je, da si present, da si prisoten, skos, ne. Ja. To se zdi, ker se je hčerka rodila, ker sem rekel, hočem biti pač, videti jo hočem doživeti stvari z njo, pa z vsemi ljudmi pol, kakorkola, ne. Si se kar malo tako otežil ti life, ne? Tako kar mečkan si naložil, ne? In na good way. Ja. Polepšo. Ampak to so težke stvari v resnici. Tako, kaj hočeš močen živeti. Sem, ne. Jaz vem, da me čakajo še veliko težje, veliko večje stvari, razumem počasi svojo vizijo, svojo poslanstvo, kakorkoli bi temu zlajnen rekel. In me ga ni več strah, zato ker čutim, da je v meni nekaj, kar lahko dajem in da se pač sam prepustim flowu bolkane, veš, in res opazujem občutke, ki mi jih nekaj daje. In vidim, kje čisto po naravi pol ustrajam. Ni nekega veš, matranja, da ustrajam v nečem. Ne, ker je dejansko iz mene prihaja. In bojo prišli težki trenutki, hvala Bogu, da bo to nam ubijajo že zelo hiter. Treba je pojesti salato do konca. Ja. Ampak je treba pol nazaj najdeti, čigava odgovornost je naša, ne? Da se pol spet zbudimo, spet najdemo in pač iz tega ven živimo. Zelo radi jo preložimo spet na nekoga drugega, mi bojo že vzgajali otroke, pa že učitli, pa ne vem, seveda, ker je lažje. Seveda, da je lažje. A pa tako, se mogoče ne zavedamo, da ne. Sam ta prava nagrada, nočem reči nagrada, ampak ta pravi občutki hvaležnosti
pa izpopolnjenosti se pa skrivajo po težkih stvarih. Da greš ti po uni poti, ki je mogoče težja, kjer se boš mogel malo bolj potruditi, kjer boš mogel iti čez strah, čez te občutke, pol je pa kar naenkrat veliko več stvari vrednih, a ne? In enkrat moraš iti pač čez izkušnjo, drugič si pa lahko to nekaj prebereš, pa že tam verjameš. Ampak jaz mislim, da to, kar si zdaj rekla, a ne, da ja, vsakega, ki se bo spravil v neko izkušnjo, pa bil pogumen, tako kot si bila tudi ti, pa šla po tej svoji poti, a ne, ga čaka nekaj lepega. Neko spoznanje, ki ga ne more prebrati, pa dobiti od enega drugega, ker je njegovo, ker je to tvoje vse, kar govoriš. Zato vrednote toliko bolj ven sekajo, ker jih čutiš, ker veš. Tako jaz verjamem, kar vi mislite, pejte po svojo izkušnjo. Ne tekmujemo, kdo bo imel lepši life, a ne? Ampak ja, je pa naša odgovornost, kakšen naš life je. To, kar je zame dobro in lepo, za nekoga drugega morda ni, ima druge. No, vse to, a ne? Ampak tako, kot si rekla, spodbujati ljudi, da pač ugotovijo sami. Mislim, da se tele kar odpiramo. No? Sploh sem vesela, da to se bo tako čudno slišala, ampak da ste moški mal bolj se začelo o teh stvareh na open pogovarjati. Se verjetno se med frendi že, ampak tako, da o občutkih, o čustvih, o solzah, jaz vedno sinu rečem, ne, pogumni jokajo. Tisti, ki ga ni sram pa strah pokazati solze. Jaz sem enkrat slišala, da sem preobčutljiva, ne, pa kaj skozi smizrim, pa nekaj, ker sem bila nekaj prizadeta. Kaj sem prizadeta? Mene ste užalili in se ne počutim dober in sem jezna in žalostna hkrati, da sem sploh, da je ena mama tam mene rodila, me vzgajala, zaradi tega, da mi tlele en zdaj tumba, grde neke stvari, jaz sem pa odvisna in moram ostati še nekaj časa tukaj ali pa ne vem, karkoli. Jaz sem prizadeta, absolutno, in bom jokala in jaz se počutim ok s svojimi sozami. Tebi ni prijetno. Tebi v tem trenutku ni prijetno, da jaz jokam. Tako, poiš sam pri sebi, ki je ta težava. Ne? Tako nisem tega rekla takrat, absolutno sem si mislila in ja, pogumni jokajo, ki jih ni sram. Oprost, jaz upravičujem vsem, kar smo tako... Čistko je, ka more biti, nekaj se upravičevati, čudovito je, lepo energijo si prinesla, pač energija taka, ki sam skače, leti, ogenj, mene to všeč. Če bi bile vse epizode iste, če bi se posod pogovarjal isto, kaj point? A ne, niga. Hitro bi zaključil, veš? Ja, vse to, a ne, vse to. Eno vprašanje imam še za te in pol zaključva. In to vprašanje je, če bi jutro umrla, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? To sem hotela povedati. Vidiš, zdaj sva pa šla tam, kamor sem takrat pozabila povedati, oziroma pozabila, kaj sem hotela povedati. Vesolje posluša. To sem zadnjič slišala od enega para, in to tudi učim svoje otroke, zdaj po novem, zdaj bomo to forever prakticirali, ne vem, ampak si probam tudi sama dajati v glavo. Vesolje posluša. Zdaj to vesolje je lahko karkoli, kdorkoli, versko, neversko opredeljeno, se pravi, meni je to vse simpatično in tako, simpatiziram z vsemi verami in tako naprej, do vsake si malo preberem. Ampak, ker vera je tudi psihologija, če se mene vpraša, ker ne te uči verjeti vase in razumeti in tako naprej. Ampak vesolje posluša, to mi je bilo tako dobro. V smislu negativnih vibracij, negativnih besed. Jaz vem, da smo ljudje dali negativne vibracije določenim besedam, kot je recimo debel. Ne, to je mogoče ena taka, najbolj zdaj mi je prišla na pamet, ne. Moš človek reči debel. Jaz sem celo življenje poslušala, da sem suha in presuha in je bilo to mišljeno kot žalitev. Tako da ne vem, zakaj bi mogla biti suha kompliment in debela žalitev. Pač to je, krog je močen? Ne, krog ni močen. Krog je debel, that's it. Božiček ni močen, ampak Božiček je debel. Ok? That's it. To ne pomeni, da kaj slabega. Zdaj, kako pa ti razumeš? Ponavljam, ljudje smo dali negativno energijo in negativno konotacijo določenim besedam, ampak beseda problem. Se doma izogibamo v smislu, da rečemo, zdaj imamo pa situacijo. Zdaj pa hočem, da sta v redu, da se mene držite vsak levo, desno za nogo, recimo na letališču, sploh kakšen Frankfurt. Smo v situaciji, imamo situacijo, dajmo, imam eno situacijo, moram rešiti, ne. Vesolje posluša in
da ni teh negativnih besed, pa tako danes, ko je za nič vreme. Vreme samo jamže, da se vreme sekera. Da moramo biti prijazni s tem, kar govorimo, ker Že govorimo to. tudi vesolje. Ja. Tudi vesolje in potem ti bo pač take stvari pošiljalo, to zdaj tako džidži-midži, čarovniško se sliši, ne? Je res, je res. Ampak se mi zdi, da stvari, ki jih izustimo, da Se manifestirajo. pa tudi znotraj nas neko reakcijo sprožijo. No? O tem je Joe Dispenza zelo veliko napisal. Tako da we have to rewire ourselves. Tako da, kaj bi sporočila v svetu, vesolju, če bi, ne vem, tako sami sebe imejte najrajši na tem svetu. Res. Ker unkama sam sebe, rad ima lahko tudi druge in please, bodite dobro in dobri. Unka je dobro, on je lahko tudi dober. Resnica. Ko, to mislim, da vrte. Ivjana Banič. Ivjana Banič, najlepša hvala. Z veseljem, hvala tebi, ful. Čudovito.